Nekateri so celo tako pesimistični, da govorijo o 80-90% brezposelnosti. Ne? Če je bilo do konca leta 2025 hitrost napredka umetne inteligence 10-kratna, pričakuje v letu 2026 100-kratno hitrost. Trenutno Evrope ni nikjer videti. Denar kot valuta čez 10-15, ne vem koliko let, dejansko ne bo več obstajal. Ne? Hipnotizirani smo 24 ur na dan. Kakšen je občutek biti lažji za 33 kg? Pozna se, ful se pozna. Kako prepoznati deepfake? Lepo zdrav, dobrodošli v novi epizodi našega podcasta Strategije odličnosti. Danes je z nami Klemen Krajger Mišič, pravnik, ki kodira in svetuje podjetjem pri uvajanju umetne inteligence. Klemen, dobrodošel. Živijo, Aleksandar, hvala za povabilo. Kako si se začel s tem ukvarjati, da svetuješ podjetjem pri uvajanju umetne inteligence? Pravzaprav ne vem. Prišlo je samo od sebe, ko sem v bistvu začel postavljati prvi chatbot, kako leto pa pol nazaj. Takrat so bili modeli bistveno slabši, kot so danes. Ne? Tako da sem se kar namatral, da sem postavil prvi chatbot in sem šel pravzaprav skozi vse korake. Od tistega, da nekaj malega veš, ne? Pa probavaš različne stvari in tako naprej in potem se ti začnejo zadeve odpirati vedno bolj in bolj. Ne? In na koncu ugotoviš, da si, rekel, vse že skozi dal, ampak veliko teh stvari, ki jih tudi podjetja žulijo, ne? Sem jih sam pri sebi najprej preizkusil. Ne? In med vsem tem, recimo temu postopkom učenja, učenje na AI, tako pa tako poteka non-stop, ne moreš reči, zdaj pa vse vem, zaradi tega, ker bo jutri nova stvar prišla. Ne? Ampak nekje v tem postopku učenja sem pravzaprav ugotovil, da me to blazno zanima. In že dolgo časa, po moje že več kot 20 let, me je ena stvar toliko zanimala, kot me to zanima. Ne vem, kaj je čar tega, mogoče je malo ADHD-ovstva zraven, ker lahko preskakujem na 5 minut na drugo zadevo. Ne. Recimo, če ti zdaj konkretno povem, medtem, ko se midva pogovarjava, mi teče več agentov, 3 vem za iz glave, kaj počnejo. Ne. En mi dokončuje Home Assistant, nadzorno ploščo, drugi zaključuje en model, se pravi slovenski pravni model umetne inteligence, ta tretji pa slovenski govorni model umetne inteligence. Ne. Vsi so se glih tako združili časovno, da so ravno kar zdaj prišli. Ne. Mogoče to preskakovanje pa nekaj novega, ne. Vsak dan so nove igračke. Ne. Tako da ja, nekako tako sem prišel do umetne inteligence. Ne. In potem seveda, ker se s tem toliko zdaj že res poglobljeno ukvarjam, ne, je prišel do tega, da sem počasi potem prešaltil tudi na kakšno idejo, da dam podjetjem. Ne. Kaj misliš, da je danes največji problem ali pa izziv, ki ga imajo podjetja prav pri uvajanju umetne inteligence? Da razmišljajo še vedno kot v letu 90 ali pa 2000. Tako klasično podjetje, recimo večje podjetje, ne, bo najprej naredilo vizijo, strategijo, vse pravilnike, vse službe vključiti, kar je sicer samo po sebi ok. Težava je samo v tem, da je umetna inteligenca se tako hitro razvija, če dava recimo zdaj za primer Clauda, ne, ki sem ga do pred 2 tednov nazaj tako hvalil, ne, da kot je najboljši, pa ga je zdaj povozil ChatGPT 5.5, ne. Od novembra, decembra dalje, ne, se je res zgodil nek velik preskok, pravzaprav 2 preskoka, če tako lahko rečem. Prvič, modeli so končno postali uporabni. To je dokazal Claude. Ne, model je postal uporaben. Drugi močen, zelo močen push umetne inteligence je bil OpenClaw, se pravi večagentski model, ki si ga vsak lahko namesti na svoj računalnik. Če tega nikoli niste počeli, vam ne priporočam tega, ker si boste sesuli pa zbrisali vse skupaj, tako da raj ne, če ne veste, kaj počnete. In ja, pravzaprav, hočem sem to povedati, ne, v teh 4 mesecih, pravzaprav o katerih govorimo, ne, je bil en močan preskok. Ne. Zdaj, če podjetje na drugi strani dela pravilnike, usklajuje in tako naprej, ne, pa še do danes recimo ni speljalo ta glavnih procesov v AI, tiste, ki bi jih lahko, ne, že danes zaostaja za nekaj mesta za drugimi, ne, če bo konkurenca pohitela. Ne. In zdaj, to je tisti največji problem. Ne. In tudi
poskušam, spremeniti razmišljanje, ker ga vsaj v velikih podjetjih težko, se skušam in čim bolj prilagoditi, ampak vseeno, ne. Mislim, da je treba umetno inteligenco uvajati agilno, hitro, ampak ob upoštevanju zakonodaje pa varnosti. To je absolutno nujno, ne. In to je tisti največji problem, ki ga jaz vidim. Pa ne samo v Sloveniji, si imajo po vsem svetu podobne težave, ne. Ker enostavno je čist nova logika razmišljanja, ne. Recimo to, kar jaz počnem, ali pa kar si verjetno tudi ti poskušal, ne. Ti v kloda napišeš, kaj bi rad in to dobiš, ne. Včasih je en programer ven zaračunal za kaj takšnega 20 ali pa 30 tisoč evrov, pa trajali pol leta, ne, pa pol leta pa še debugginga, ne. To dejansko zdaj klod sam naredi, ne. Torej, hitrost, da se bo nekaj zgodilo, ali pa da se dogaja, se je izjemno povečala. Ja. In še ena stvar, ker sem te poslušal, je tudi ta, in to samo opažam, včasih si se učil nekaj časa skozi cel proces šolanja in potem še nekaj malega v procesu dela. Mislim, da bo zdaj tudi za nas, kot uporabnike vseh teh orodij in znanj, tudi moč in hitrost učenja se izjemno povečala. Torej, mi se bomo morali več učiti kot prej. Enkrat sem poslušal, pa ne vem, kdo je to rekel, da je največja lastnost današnjega časa, če hočeš biti uspešen, da se nekaj naučiš, potem odučiš in takoj na novo naučiš. Ne? Se mi zdi, da je to res ena taka hitrost, ne? Ki se nam zdaj dejansko dogaja. No? Poslušal sem, mislim, da je bil to bivši direktor AI-ja pri Googlu, ki je rekel, da če je bilo do konca leta 2025 hitrost napredka umetne inteligence 10-kratna, pričakuje v letu 2026 100-kratno hitrost. To je ena taka zadeva, pa morda sem se še nekaj spomnil, ko si me prej spraševal pri podjetjih. Druga velika težava, pa ne sem, mislim, to je pa tudi pri malih podjetjih, mogoče pri malih podjetjih še bolj izraženo, shadow AI. Pomeni umetno inteligenco, ki jo zaposleni uporabljajo, ne da bi vodstvo ali pa pravniki, da bi sploh vedeli za njo, da bi lahko preverili in mogoče našli boljše rešitve in potem ti podatki letijo skozi njihove chatbote ven, ne? Se pravi ven iz podjetja. Ne? Vsi vemo, vsi modeli, današnji frontier modeli so se učili na naših podatkih in se še vedno učijo. Ne? Vem konkretno, ne? Ko sem dal jaz že pred časom sicer, ampak eno informacijo o ChatGPT-ju, informacijo, ki sem jo samo jaz vedel, sem jo čez nekaj mesecev nazaj dobil servirano. Ne? Tako da tudi, če odkljukate tist, ne želim, da se podatki pošiljajo za učenje, ne? Očitno ne deluje. Ne? Torej, tveganje, ki ga imajo vsa podjetja, mala, velika, je, da s tem, ko uporabljajo umetno inteligenco, sprašujejo in dajo neke svoje informacije noter, da to lahko nekdo drug uporabi. Tako je. Nekje drugje. Tako je. In to želim jaz povedati tudi vsem, s katerimi sodelujem, ne uporabljajte frontier modelov ali pa katerikoli drugih modelov. Če gre za veliko podjetje, mislim, da si mora danes rezervirati en znesek, ker ti zneski niso tako majhni, ne? Če hočeš resno delati na tem področju, en znesek si rezerviraj, ga daj na stran, prilagodi en open source model, ne? Ker open source modeli so postali zdaj zelo dobri. Niso še na ravni frontier modelov, ne? Ampak tukaj je takšen, recimo, da je daš na tehtnico, ne? Ali imaš frontier model, ne? Ki se uči, pa podatki grejo ven, ampak je hkrati tudi 10-krat dražji, ali imaš pa open source model, ki ga povsem nadzoruješ in je 10-krat cenejši, v zakup pa vzameš, da je mogoče 10 ali pa 20% slabši, kot je tisti model. Ne? In letos je bil prvi model, mislim, da je bil Qwen 3,5, če se ne motim, ki je dosegel skoraj da raven Opus 4.6, ne? Takrat je bil še 6 zunaj. Ne? Tako da open source modeli so tisti, za katere tudi mislim, da bojo na dolgi rok prevladali nad plačljivimi modeli. Ne? Ker je, recimo, ne vem, če gradi nekdo eno aplikacijo za odvetnika, ta aplikacija ne bo smela biti povezana v chatbot, ker je noben odvetnik ne bo kupil. Ne? Zelo enostavno. Ne? Enako bo pri drugih podjetjih. Morda se vsi čist ne zavedajo še tega. Ne? Jaz imamo naročnino na Copilota, zelo klasično v Evropi, ne? Imamo naročnino na Copilota, pa imamo z njimi podpisano pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, smo pokriti. Ja, ni čistko, ne. Mislim, eno je to, kar si zdaj rekel, varstvo osebnih podatkov, druga pa tudi neka konkurenčna prednost. Torej, če bo nekdo varoval osebne podatke, ne bo pa nujno varoval vsebino tistih queryjev, torej vprašanj, ki jih pošiljamo različnim AI agentom oziroma orodjem, ne,
bo tveganje, da ne bomo več konkurenčni, ko bo nekdo drugi isto znanje, isto metodologijo, ki smo ga mi morda razvili, v trenutku dobijo. Res je, ne? In tukaj recimo GDPR prav pride, ne? V teh primerih, ne? Kljub temu, da ga večina ljudi ne mara, ne? To vemo, ne? Ampak v teh primerih nas pa mogoče lahko malo obvaruje. Težava je samo v tem, koliko jo v angleški izraz enforcamo, ne vem, kako je slovenski izraz, ne prisilimo, ne, ameriške družbe, da bodo to spoštovale. Ne. Težko je preverjati, ne, kljub temu, da so varovalke v GDPR, ampak de facto te zadeve vprašanje, kako delujejo. Je pa še ena zanimiva zadeva, ki si jo morda posredno izpostavil, ne, ali pa sem mogoče jaz napeljal na njo, kje je Evropa proti Ameriki pa Kitajski. Trenutno Evrope ni nikjer videti. Z izjemo francoskega Mistrala, ne, ki je relativno dober model, ne, ampak Evrope praktično ni. Ne. Jaz res se bojim, kaj bomo mi počeli, ne, ker na eni strani imamo dva ogromna tabora. Na eni strani so Združene države Amerike, na drugi strani Kitajska. Imata povsem različna modela poslovna. Ne. Američani imajo frontier modele, plačljive, vlagajo $trilijone v razvoj teh modelov, medtem ko imajo Kitajci, seveda z občutno podporo države, imajo open source modele. Ne. Zdaj, če se kdo sprašuje, kako pravzaprav pri open source modelu dobiš denar nazaj noter, ne. Ni samo denar, prvič ni samo denar. Da se narediti tudi open source, ki je plačljiv, ampak ni samo denar, ne. Gre tudi za vpliv. Ne? Pravi, če ti prvi prideš do Agija, torej stopnje, to je svet igral danes, tja vsi drvijo. Ne? Agija, torej dostopne umetne inteligence, ki bo delala vsaj tako dobro kot človek. Ne? Jaz tako čez prst rečem, da zdaj dela na 80% in mi manjka tistih 20% precej, posebej, ki popravljaš to, kar je ona naredila. Ne? Tisti, ki pride prvi do Agija, ne, bo dejansko zmagovalec te tekme. Ne? Ali Kitajci ali Američani. Točno tako. Ne? V Evropi sploh ne govorimo. Ne? To je ena groza. Moj mentor, Dan Sullivan iz Amerike, pravi, da Evropa je tako kot nek Disneyland, ki ima malo boljše restauracije. Ne? Torej nek muzej, kjer se nič noga ne razvije. Torej, v bistvu, tukaj je zdaj daleč zadaj ostajamo, ne, nažalost. Ne? In upam, da bomo se prebudili, ker tukaj se s tabo tudi strinjam, da je tehnološki razvoj zdaj tako hiter. Ne? Težava, ki jo imamo tudi, je seveda ta, da vsa ta tehnološka podjetja, vse, kar spremljam, imajo izjemne urnike. Torej, to pravilo, ki ga imajo, je včasih za nas morda nerazumno ali pa nerazumljivo. Ne? Torej, 996 velja pri njih, ne? Od 9 zjutraj do 9 zvečer, 6 dni na teden. In mislim, da na Kitajskem je to nezakonito, vendar spuščajo skozi oblasti, ker vejo, da Američani delajo 6 dni na teden, od jutra do večera, doskrat tudi nedelje, da bi bili prvi. Ne? In če oni tega ne bojo tam prisilili, ne? Svoje ljudi ali pa svoje podjetja. Ne? In mimogrede, vem, da so bili izjemno jezni, tudi da poteka neka preiskava, ker je Manus, ne, ki je bilo prej kitajsko podjetje, se prodal Meti, torej Facebooku. Ne? Mislim, da ga niso dovolili. Če se ne motim, pa potem dovolili. Ja, res je. Zdaj, če boš zdaj pogledal, piše na Facebooku, okay. Že Manus integrirano, ter zdaj pa ne vem, kako so to speljali. Tudi neki zneski sem jih prebral, da so neki par milijard, ne vem, če je to visoko ali malo za tako podjetje, ne vem. In da je zdaj v ameriški lasti oziroma lasti Mete. Ja, to je to, ne. To je to, ne. Ko govorimo, kje bomo zdaj. Ne? Mislim, če je Meta tako zainteresirana za en Manus model, ki bi ga lahko na zadnje svojim denarjem tudi sama naredila, ne? Kje je potem Evropa? Ne? Spomnim, zdaj ravno v teh dneh je prišla novica, na Hrvaškem bojo naredili mega računalniški center, v katerega bojo vložili za 3 slovenske proračune denarja, ne? Kar pomeni, da bojo imeli res mega center, ki bo lahko pokrival skoraj celo Hrvaško. Ne? In Slovenija, kolikor meni znano, tudi zaostaja. Ne? Naj bi imeli peskovnik, naj bi ga naredili v Mariboru, kjer naj bi noter napolnili grafične kartice, ki naj bi jih lahko uporabljali za AI, ne? Ker trenutno Vega računalniki so predvsem CPU heavy, se pravi imajo močne procesorje, ne pa grafične, ki jih potrebuje AI za razvoj. Ampak to je predvideno šele v letu 2027. Ne? Kar pomeni vsaj 2 leti prepozno, za moj okus. Ne? Kaj se vse zgodi v tem kratkem času lahko? Točno tako, ne? Deva se vrniti k napakam, ki jih podjetja delajo pri uvajanju AI-ja. Kaj so glavne napake, ki jih ti opažaš, da jih podjetja naredijo, ko uvajajo umetno inteligenco? Ja, to, kar so že rekla. Ne?
imamo Copilot, imamo AI. Ne, Copilot je, sam sem ga 5 minut preizkušal, pa nikoli več. Ne. Sicer so potem uvedli zraven še, da lahko skleneš ChatGPT zraven, pa Claude in tako naprej. Ne. Ampak zakaj bi to počel, ker pol dvakratno plačuješ naročnino? Ne razumem tega, no. Res ne, meni računsko ne gre skap. Ker lahko recimo pustiš Copilota ob strani, pa si raje vzameš, če že greš s tujimi modeli, ne, si vzameš relativno direktno naročnino na to. Ne. Naslednja zadeva, ne vem, če vsa podjetja razumejo, da je strošek, ki ga vidijo tako na mesečnem računu, tudi če recimo za Copilot, če še enkrat njega uporabim, ne, ali pa Claude, ali pa ChatGPT, vse to je pa malo. Ne. Ampak če češ nekaj resnega razvijati, ti potrebuješ API dostop. API dostop je skoraj 10-krat dražji od tega dostopa. Ne. In tudi, če se ti morda zdi, ok, sej, če plačam za tega 20, za unga pa 200, ne pozabi to pomnožiti krat število klicev, ki jih imaš in število uporabnikov, ki jih imaš. Ne. In če imaš ti recimo, glizan sem delal en izračun, če imaš 1500 uporabnikov, ne, te to pride toliko, da bi v 3 letih lahko amortiziral 2 grafični kartici H100, ki sta recimo temu zlati standard za učenje umetne inteligence oziroma modelov. Ne. Price performance je tam nekje. Ne. To je zadeva. Tretja zadeva je, da pravzaprav to tudi pri malih podjetjih, pa tudi posameznikih, se to pravzaprav jaz to občutam, ne, a veš, vsak dan je nova igračka zunaj. Ne. Jaz bi pa to imel, jaz bi pa to imel, jaz bi pa to imel. Ne. In če to preslikajo zdaj na podjetja, se dogaja točno to. Mi bi pa to igračko imeli. Ne. In potem zmanjka tisti strateški pogled na vse skupaj. Moja logika pri vsaj velikih podjetjih je, ne, ja, sej potrebujemo vizije, pa strategije, pa tako naprej, s čimer sem v začetku začel, ne, ampak ne, to ne pomeni na 80 straneh. Ker tudi, če boš napisal na 80 straneh, bo jutri že zastarela zaradi tako hitrega razvoja. Ne. Tako da, to ne gre skup, ne. Ampak, da imaš fokus na tiste procese, kjer ti bo AI lahko največ pomagal. Ne, se pravi, dam zelo konkreten primer. Za eno analizo, ki sem jo sam pisal recimo 3-4 dni, sem imel malo dosti pisanja. Ne. In sem naredil tako analizo na način, da mi jo AI naredi v 10 minutah. Sicer še vedno porabim, zato sem da rekel, tistih 20% mi manjka, ne, še vedno potrebujem dan ali pa včasih 2, zato da vse pogledam, popravim pa tako naprej, ne, ampak če pridemo do konca leta na 90%, bo to že moje pregledovanje prepolovljeno, ne. In to je tam, kjer pa dejansko dobiš dodano vrednost, ne. Se pravi, zviša se ti dodana vrednost na zaposlenega, ne, ker si ti znižal strošek iz 100% na 90%. Seveda se potem tukaj odpre novo vprašanje, ne, a bomo potem 9 ljudi odpustili, ne? In če te zanima, da greva v to smer, lahko greva. Mislim, kaj ti misliš? Ja, tukaj bojo različne opcije, vsaj v tej prvi fazi. Ne? V prvi fazi imaš lahko dve varianti. Dejansko odpustiš, pa si s tem zvišaš dodano vrednost za zaposlenega, ne? Kar je sicer blazno nepopularno, ne? Ampak ko bo prva kriza prišla, bo vredno tudi do tega prišlo, ker takrat bojo vsaj 3 dejavniki naenkrat zagrabili in se mi zdi, da bo to ena hujših kriz, kar smo jih kdajkoli imeli. Kje dejavniki? Prvi je, da so podjetja po koroni zaposlovala delovno silo, ki morda ni bila ustrezno kvalificirana, ker enostavno je bilo delovne sile premalo. Se pravi, v tem primeru je predvsej, ne vsi seveda, ne, ampak veliko zaposlenih je takšnih, ki morda ne ustrezajo več delovnemu mestu. Že takrat niso, ampak ker je bila manjka delovne sile in tako naprej. Ne. Drugi razlog je, ker direktori, pa bodi si, da gre za Google ali pa za, ne vem, frizerja ASP, ne želijo odpuščati, ker se tega slovesa potem ne znebijo. Ne. In dokler gre podjetju ok, je vse ok, ne? Tudi ne bojo odpuščali pretirano. Ne? In tretji, ki je s tem seveda povezan, gospodarske razmere so očitno še vedno dovolj dobre, upam, da jih ne bo za iranska kriza karkoli zamajala še dodatno, ne? Predvsem prek inflacije. In ko se vsi ti trije združijo, ne, se bo začel val odpuščanj. To je pač moja napoved. Zdaj upam, da se motim, močno upam, da se motim, ampak ko poslušam tudi, bom rekel, pa ta del bolj filozofe, ne, ta tehnični del, ne, pa to so priznani filozofi oziroma ljudje, ki so dejansko postavljali AI modele in tako naprej, ne. Nekateri so celo tako pesimistični, da govorijo o 80-90% brezposelnosti, ne. In noben ne razmišlja v tej smeri. Meni je tako prav neverjetno, da noben
nobena država konkretno ne razmišlja o tem. Ne. Zakaj 80-90, saj imamo še fizična dela, ne, ampak letos naj bi prišli tudi prvi uporabni humanoidni roboti. Humanoidni robot je tako, on se nauči po dveh variantah, ko ga enkrat dobiš. Ne. Prvič, da tebe opazuje, se nauči, ne. Se pravi spet s pomočjo umetne inteligence, strojnega vida in tako naprej. In drugič, ko naučiš enega robota, je to samo update vseh ostalih. Ti, če češ naučiti 1000 ljudi, moraš vsakega posebej izobraziti. Tam bo dovolj en update. Ne? In ko se bo ta dva skrb združila, dejansko, po mojem, lahko govorimo o teh. Ne? Zdaj so rešitve, ta prva stvar, ki jo boš verjetno slišal, kakšna je rešitev za to situacijo, univerzalni temeljni dohodek. To je v bistvu Elon Musk dejal, da bomo kar naenkrat vsi dobili v plačo, nič ne bomo delali. In vse bo delala umetna inteligenca in roboti. Tako je. On je šel celo še korak dlje, on govori o univerzalnem visokem temeljnem dohodku. Po moji oceni to drži, ampak samo do določene mere. Se pravi, spet samo v prvi fazi. Zakaj ne drži na dolgi rok? Prvič, če imaš ti, zdaj bom res uporabil te res ekstremno pesimistične napovedi, 80 ali 90% brezposelnost, kje boš pobral davke? Da jih boš dejansko lahko pretvoril v univerzalni temeljni dohodek. Ne moreš, ker jih nimaš. Nimaš ljudi, ki ti bojo plačevali. Zmanjša se ti potrošnja, zmanjša se ti dohodnina, zmanjša se ti vse, zmanjša se ti proračun. Robota lahko obdavčiš. In AI agenta. Spet smo tukaj pri vprašanju, kako bo Evropa obdavčila ameriška podjetja ali pa Kitajska. Ne vem, kdo nas bo povozil čez 3 leta. Se pravi, to je ta prvi model. Zdaj, seveda je možno tiskati denar. Če imaš ti deflacijo, ker vse to, kar brezposelnost in tako naprej in višek dobrin in tako naprej, bo povzročilo deflacijo, kar pomeni, da ti lahko tiskaš denar, ampak spet samo do določene meje. Do tja, ko bo denarja več, kot je deflacija. In potem se ti začnejo spet stvari lomiti. Recimo Amerika se še zdaj ni otresla inflacije od koronskega helikopterskega denarja. Še vedno ima višje obrestne mere kot recimo Evropska unija. In enostavnost je tukaj vedno tehtanje. In ko bo enkrat prišel do te točke preloma, vprašanje, kaj bo. Mislim, če gremo mogoče zdaj še bolj v filozofijo, moje stališče je, da denar kot valuta čez 10, 15, ne vem koliko let dejansko ne bo več obstajal. Ker ne bo imel nobenega pomena več. Ker dejansko, odkar je Bretton Woods agreement padel, oziroma so vrednost ameriškega dolarja, ki je dogovorjena svetovna rezervna valuta, odcepili od vrednosti zlata, imamo v roki samo še list papirja, za katerega smo se mi to dogovorili, da 10 evrov pomeni 10 evrov in da za njega dobimo toliko in toliko dobrin. In čist nič več. Če pogledamo na ta cel proces bolj optimistično, kaj je tvoj nasvet ljudem, ki nas zdaj poslušajo, gledajo, kaj naj se zdaj učijo, katera znanja, kompetence s področja umetne inteligence ne začnejo pridobivati, da bodo šla lepše, lažje skozi ta proces. Kako pravilno uporabljati umetno inteligenco? Predvsem to je ta glavno. Kje začeti? Če še vedno uporabljate umetno inteligenco tako, da odprete ChatGPT, pa noto vprašate, kakšno je bilo včeraj vreme, bi to lahko naredili tudi z Google Search. Zato ne potrebujete umetne inteligence. Se pravi, če ste v tej fazi, bo treba razmisliti, kako iti naprej. Zdaj, ta prva stvar, ki je, kako se piše dobre prompte. Prompt je angleški izraz za naša navodila, ki jih dajemo umetni inteligenci. To je tisto, kar upišete v okenček, pa pritisnete enter, da pošljete ChatGPT-ju. Tukaj je več tehnik, kaj narediti in kako narediti. Zdaj, če enkrat lahko morda preizkusite to, da umetni inteligenci, predvsem Klot je dober pri tem, veliko jambrate. Dejansko jambrate. To mi gre na živce, ono mi gre na živce, to mi gre na živce, in bo sam našel rešitve. Sicer ne bojo mogoče dobre še, ampak morda bo našel rešitve. Oprostite, prekinem samo tako, da dava jasno navodilo. Torej, če vam gre kaj na živce, upišite to v umetno inteligenco, jamrajte v umetni inteligenci in pričakujte na koncu rešitev za to jamranje. Deva rečko in upajte, da bo prišla dobra rešitev, ker se pravi, tistih 20% je velik. Deva to reči, to je pomembno vprašanje. Kako veš, če je rešitev dobra ali pa ne? Treba še vedno svoje možgane uporabiti. Ravno tako, recimo zdaj, ko treniram modele,
Se pravi, modeli so, mislim, da razložim morda, to je tudi v bistvu iz akta umetne inteligence od Evropske unije, razlika med modeli pa sistemi, ne. Sem, da bomo vedeli, o čem govorimo. Modeli, logika, so algoritmi, ki potekajo v ozadju, ne. Se pravi, ChatGPT, tisto logiko, ki jo ima v ozadju, to je model. Sistem je pa tisto, kar na model damo, ne. Se pravi, tisto, kar je med modelom pa nami. To je recimo nek chatbot, ki ga sami naredimo, so zapletenejši sistemi, ki se jim reče RAG in tako naprej, recimo RAG, Retrieval Augmented Generation, mislim, da je kratica. To je precej kompleksen sistem, ampak če želite, da vam nekaj dobro dela, ne, samodejno, ne, to potrebujete, ne. Se pravi, ja, pri tem modelu, ki ga učim, ne, mi prvi osnutek recimo naredi Claude, ne. Se pravi, če že on oceni, da je slabo, mu verjamem, sploh ne uporabljam, grem na naslednjo verzijo modela, ne. Ko je naslednja verzija, če že on oceni, da je relativno dober, ne, potem zadeve vzamem v roko in sam poskusim, ne. Trenutno je pač treba izhajati iz tega, da umetna inteligenca še vedno halucinira. Zakaj halucinira? Zaradi samega algoritma, ne. Zdaj, moramo se zavedati, da umetna inteligenca v svojem jedru ne razmišlja. Ona zgolj išče procent najbolj verjetnega naslednjega znaka, ki nam ga bo prikazal. Se pravi, če imamo besedo recimo Aleksandar, ne, kaj bo sledilo tej besedi? Ne, kaj je v konkretnem kontekstu, ki ga imamo, kaj bo sledilo besedi Aleksandar? Ne? A bo sledilo Šinigoj, ali bo sledilo veliki, lahko oboje skupaj, morda tudi ne, lahko kaj tretjega, ne? Se pravi, glede na algoritme, ki jih ima v ozadju, model razmišlja, kaj bo naslednja beseda, črka in tako naprej. In seveda, ker torej modeli ne razmišljajo znotraj gotovosti, ampak verjetnosti, imamo halucinacije, ne. Ko smo halucinacije, ne, tip number 2, se pravi nasvet številka 2 za poslušalce, ne. Zmanjšate si lahko močno halucinacije, če v prompt napišete samo en dodaten stavek. Če nečesa ne veš, to povej, ne izmišljuj si. Dobro, to sta zdaj 2 stavka, ampak ne, lahko ta 2 stavka dodate in boste imeli že veliko boljše odgovore, ne. In to so tiste male stvari, ki se jih moraš naučiti, ne. In kaj je recimo, če nadaljujemo, ne, se pravi, ko enkrat obvladate dobre prompte, ne, greste na naslednji korak, ne. Se pravi, kaj je naslednji korak? Da zarijete, ne, svoje prste v blato oziroma zemljo, ne, kakor pravijo Američani, ne, in da začnete delati naprednejše stvari. Začetek, morda samo naredite si eno zanimivo aplikacijo, ki jo potrebujete, ne vem, radi bi videli vsak dan, kako bo danes vremenska napoved v grafični obliki, ne, pa bi radi imeli lepše kot Arso, čeprav ima to Arso lepo narejen, ampak ne, bi radi videli, kako bi to izgledalo. Napišite prompt noter, jaz bi imel pa aplikacijo, ki jim bo vsak dan prikazovala v grafični obliki vreme, ne, zmišljujem si, ne. Ma gre na živce, ker morate eno stvar 100-krat ponavljati, ko jo pišete v dokumentu. Napišite mu, kaj bi radi, ne, in potem se pogovarjate z njim, dokler ne pridete do končnega rezultata, ne. Kaj je smisel tega drugega koraka, ki je vsaj meni osebno blazno pomemben, je v tem, da vidite, kako inteligenca razmišlja, ne. Se pravi, kaj dobro dela, česa ne in tako naprej. Probavajte različne modele, ne se osredotočiti zdaj na ChatGPT ali pa Copilota, ne, ker so danes ti modeli pravzaprav postajajo že specialisti za določene stvari, kljub temu, da so vsi generalisti, vsi vejo veliko vsem, noben pa ne čisto natančno o določenih zadevah in to je tudi velik argument, zakaj trenirati lasten model, ne. Se pravi, ChatGPT je dober za recimo razmišljanje, dober za zadnjo verzijo, dober tudi za kodiranje. Claude je najboljši bil do pred 2 tednov za kodiranje, še vedno je vrhunski, ampak ima druge težave. Anthropic, ki je ponudnik Clauda, ima namreč premalo strojne opreme, ne, in ima zaradi tega malo negodovanja svojih userjev z mano red, ampak okej. Potem imate recimo... Kako se to kaže, da vsaj meni se to zgodi, da me Claude dostikrat zablokira, ker porabim vse... Točno to, ne. Kredite, točno ne. to, porabiš kredite, ne. In OpenAI, če boš opazoval, prav čaka, ne, kdaj se to Anthropicu zgodi, ker bo na tisti dan resetiral kredite svoje, ne. Ker OpenAI je šel drugo logiko, ne, in je šel v množično zadolževanje in iskanje svežega kapitala za to, da je naredil megafarme grafičnih kartic. In oni imajo
glih presežek, ampak presežek ima recimo Grok, ne? Oziroma zdaj ponovno so vsi skupaj združeni, kako že SpaceX, XAI, nekaj takšnega. Ne? Grok je šel pa v nenormalne številke, ne? Oziroma Elon Musk. Ne? On pravi, da bo celo dal podatkovne centre nekam ven iz vesolja. Pred kratkim so poslali prve grafične kartice v vesolje. Dejansko. In bojo delali samo za umetno inteligenco. Vse je super ideja, ne? Dejansko imaš zastonj ohlajanje, ne? Ker gre veliko za to, ne? Pa sončno energijo, ki je zastonj, ne? Praktično. Ne? In sem edini manjši strošek, ki poslati to vse skupaj gor. Manjši strošek. Ja. Ne, zdaj, še zmeraj me zanima to vprašanje, kar si zdaj izpostavil. Torej, jaz sem imel letošnje prvomajske praznike delovne. To pomeni, da sem tistih 9 dni, ki je bil pač preživel za uporabo umetne inteligence, ker tudi to je neka moja strast, ker sem po naravi mal programerja ali pa računalničarja. In jaz sem imel odprt ChatGPT, Manus, Gemini, Claude in na koncu še Groka, ker sem hotel tudi testirati. Torej 5 različnih orodij hkrati odprtih in šokiran časih, kako mi je dal Manus odličen odgovor za nekaj, kako mi je recimo Claude nekaj drugega naredil. Mislim, to je tudi za nekega uporabnika finančno zahtevno, ker je treba pač zato, da res se uporablja, plačevati 5 naročnin. Ja, res je. Kako prepoznati, ker v mojem primeru, pri razvoju enega programa, torej programa za izobraževanje, sem neke stvari dobil pri enemu, druge stvari pri drugemu in sem bil navdušen, kako hitro je to šlo. Vmes sem prespal in potem sem jaz dodal nekaj svojega. Torej, še vedno mislim, da je uporabnik tisti, ki mora dati na koncu, to bo šlo skozi, to pa ne. Ker če bi slučajno tega ne bilo, torej mi se jezimo na nekaj, če tega ne bi bilo, pol res nihče več ne bi rabil. In hvala Bogu, da umetna inteligenca še ne zmore, ko enkrat bo, potem zakaj bi nekdo delal, kar ta ti lahko naredi? No, ampak to se že pozna. Zadnji podatki kažejo, da je na področju programiranja padec zaposlovanja junior programerjev za 20%. Tisti, ki pa jih še zaposlujejo, morajo ponujno obvladati programiranje z AI-jem. Tukaj mogoče še en, za tiste, ki ne poznate izraz vibe coding, to ga je naredil, kako se že piše, ki je dejansko naredil AI, ChatGPT, Karpati. Če vas slučajno zanimajo naprednejše rešitve vsake tok časa, da kakšno ven, Andrej Karpati, mislim, da je Čeh, vrhunske stvari dela. Torej, za tiste, ki ne veste, kaj je vibe coding, je v bistvu to, kar sem jaz. Ti si programer dejansko po izobrazbi, oziroma IT-ovc, jaz pa ne. Vibe coding pomeni to, kar jaz govorim zdaj. Se pravi, da se pogovarjate. Sej znam mogoče kakšno stvar tudi napisati v Pythonu, pa tako naprej, pa JSON file pravilno postaviti, pa tako naprej. Ampak pravnik, ki kodira, točno to je vibe coding. Ne rabiš dejansko vedeti. Tudi zaradi tega se znižuje delovna mesta in tako naprej. In zato pravim, dajte poskušati. Dejansko ne boste rabili programirati. Dobro, ko prijete do zahtevnejših stvari, tam morate vedeti malo več, mislim, ampak se lahko sproti naučite. Danes je lahko vsak programer. Če te zanima, boš v enem mesecu naredil en dober program. Ne glede na zahtevnost. Dobro, če so v zadnji še baze, pa druge stvari, je to mogoče malo zahtevnejše spet, ampak to pa mogoče drugi, pa tretji mesec. Zdaj, kateri je dober, kateri ni, ja, točno tako, kot si rekel. Zdaj, probavati moraš, ni druge in ja, je strošek mesečni. Zdaj pač zavestno odločil, delno tudi, ker me zanima, kot rečeno, drugače ne bi toliko notro se poglobil. In gre veliko denarja, zato sem si jaz tudi naročil nov računalnik. In ko smo ravno pri računalnikih, naročil sem si močnejšega Mac Minija, da bom lahko pogajal lokalne modele. Že 2 meseca čakam na njega in čakal ga bom še vsaj 3 tedne. Wow. Ja. Zakaj? Zaradi tega, ker je Mac oziroma Apple kot prvi začel že mislim do leta 2020-2021, takrat, ko je dal M1 čip silikon ven, da bo združil RAM pa VRAM. Se pravi, RAM je tisti del računalnika, ki, se to vem, da ti veš, razlagamo še drugim, če morda ne vejo. RAM je tisti del računalnika, ki procesira, VRAM je pa tisti del računalnika, ki je na sami grafični kartici. No in Apple je to dvoje združil, kar pomeni, da če ti hočeš poganjati nek lokalni model, lahko kupiš Maca, ki ima 64 GB RAM-a, recimo, ali celo več, in lahko na njem poganjaš
recimo Gemma 4 v polni varianti brez težav. Gemma 4 je Google model, ki je ful dober v bistvu za tako majhne modele, je ful dober. In dejansko lahko to sam poganjam doma. Zdaj, če bi hotel iti Windows opcijo na tak način, ne bi potreboval za to, mislim, da 2 grafični kartici RTX 5090, kar bi me stalo približno 10.000 evrov. No go, ne dam to gnarja, če lahko Maca dobim za 2 ali 3 ure, za ta denar. So seveda, tudi tukaj plusi pa minusi, recimo Mac bo zaradi tega počasneje delal inferenco, se pravi inferenca je tisti del, ko on posplošuje in se dejansko pogovarjamo z njim, bo ta del morda počasneje delal, ampak za 8 ur razlike se splača razmisliti. No in še nekaj je prišlo, ko sem prej omenil OpenClaw. OpenClaw je povzročil to, da so vsi youtuberji začeli govoriti, da je najboljša opcija, da to dela na tvojem Mac Miniju. No, Mac Mini so šli čisto promet, ne moreš ga dobiti od osnovnega modela, čeprav zdaj sem spet videl, da so počasi začeli nazaj prihajati, ampak sem po drugi strani pa slišal, da je pa Apple ukinil zdaj najnižji model Mac Minija. Enostavno se jim verjetno ne splača zaradi rama, ker imamo pa krizo z ramom. Če boste zdaj hoteli nadgraditi računalnik, vas bo kap zadela, kaj vam bojo povedali, koliko bo to stalo. Skratka, vse skupaj je povezano in Apple očitno stavi na to. Zdaj Apple pot je točno open source modeli, o katerih sem ti pregovoril, o katerih so govorila. Tako da ja, se pravim. Še 2 zadevi sem se spomnil, sorry, ki ne omenjam stvari. Slovenščina, si verjetno ugotovil, da je blazno slaba. V resnici ne. Zdaj smo ugotovili, zadnji glasovni modeli so tako dobri, da bi si želel, da bi prebrali moje knjige. Ker jaz sem že kdaj rekel, da bom prebral knjige in mi uporabljamo Eleven Labs. In ravno zdaj smo ugotovili, da je ta zadnja verzija, slovenska, tako dobra, da ne prepoznaš, da je umetna inteligenca. In tako da so me navdušili. Eleven Labs, tudi jaz prisegam, trenutno so najboljši, kar se tega tiče. Dragi Kažafran, to verjetno tudi sam veš. Dragi Kažafran, ampak so najboljši. Ful sem vesel, če bo zadeva delovala. Ampak recimo pri Petju, Petje je pa katastrofa. Še vedno, nismo tam. Nismo še tam. Sej sem ti poslal enkrat 3 komade, ki so bili tako, kakorkoli že pač. Skratka, zakaj se to dogaja? Slovenija pade v bazen jugovzhodnih ali pa slovanskih jezikov. Velikim modelom, kot so ChatGPT, Claude in tako naprej, ni v interesu, da bi se učili na naših korpusih. Zakaj ne? Ker smo premajhen trg. Se pravi, oni morajo kar veliko svoje proračunske moči, elektrike noter dati, zato da nekaj natrenirajo. In jim ni v interesu, da bi se učili na slovenščini. In zato še nekaj časa slovenščina ne bo podprta na polno. Zdaj Eleven Labs je čisto svoje štorija, ampak recimo, če uporabljaš Claude, pa veš, kolikrat ima neke čudne besede not. Pogosto dobiš celo besedo iz cirilice ven. Tudi besede, ki sploh ne obstajajo. To pa itak. Kje si jih izmislil? Ja, zdaj smo mu v navodilih v Claude, da mi tega ne sme, ampak gladko malo povozi, pa dobim spet te zadeve. Skratka, ti modeli nimajo interesa, kar je morda plus za Slovenijo, ker to tudi nekako na nek način omejuje podjetja, da bi uporabljali te frontier modele, kar je, bom rekel, voda na moj mlin pri tej hipotezi, da je treba uporabljati lokalne modele, da se njih naučiš in da dejansko njih uporabljaš. Zato ta mogoče Slovenija ni najboljši jezik, tako kot je angleščina. Kot rečeno, zadnjič, ko mi je Alex pokazal, to je moj sodelavec, zame čudovito. Navdušen nad napredkom slovenščine, tako da mislim, da se bo tudi tukaj nekaj zgodilo v pozitivno smer. Bi te samo toliko popravil, jaz res sem že v osnovni šoli začel programirati, srednji šoli, tudi štipendijo od Sojsova sem imel zaradi nekih uspehov na različnih tekmovanjih od regijskega, republiškega in tako naprej. Sem pa zadnjih 20 let večinoma časa rabil bolj na psihologiji uma, programiranje uma, manj na temu, in zdaj sem se spet malo navdušil, ker me je tako kot tebe očitno umetna inteligenca povlekla nazaj. Kljub vsemu, da študiram, razmišljam, kako umetno inteligenco uporabiti v korist za dobrobit človeštva in tudi v smislu, kako lahko z umetno inteligenco naredimo nekaj dobrega za ljudi, za to, da bojo se boljše počutili, da bojo bolj srečni. In jaz verjamem, ker zdaj smo v taki fazi, kot je mogoče bilo takrat, ko se
recimo so uvajali avtomobili. In vsak je imel konje in neki posla, s tem se je lahko bal. Joj, kako bom jaz preživel, zdaj pri avto. Ali pa ko je prihajala elektrika, ne? Vsi so rekli, joj, kdo bo rabil elektriko. Ne? In zdaj bomo kar naenkrat vsi ostali brez službe. Jaz verjamem, da je človeštvo toliko pametno, da bo se nekaj rešilo. Žal ne. Imam občutek, da ne. Jaz pa mislim, da ja. Ker zmerno smo rešili. Mislim, ne to, da bo tako enostavno. Ja, no tako, ja. Ja, zagotovo se bomo mogli veliko učiti, ker sploh tisti, ki so v nekem podjetniškem svetu, bo res treba se učiti, ker ne bo več tako zdaj, ko si rekel ti, 3-letno, 10-letno načrtovanje, ker pred 14 dnevi je lahko Claude bil prvi, zdaj je ChatGPT premahal, potem bo prišel nek nov model in hitrost prilagajanja bo neverjetna. Ja, in točno to si zelo lepo povedal. Ne? Vsak sistem, ki ga je treba načrtovati, treba agnostično načrtovati. To pomeni, da ti lahko katerega okolja od teh ven vržeš, pa daš novega noter. Ne? Če podjetje temelji vse skupaj na Copilotu, si zaklenjen na njih. Ne? Se pravi, vsak sistem je treba agnostično delati, da ga lahko vržeš ven in nazaj not. Se strinjam jaz s to tezo, saj se bomo ziher znajdli, to sem skoraj prepričan. Ne? Zdaj, tisto, kar mene edino skrbi, je, kako bo z varnostjo. Ne? Ker danes o varnosti ne govori pravzaprav nihče. Zakaj? Ker je pač tako močna globalna tekma, da pridemo do Agija, o katerem smo prej govorili. In tisti, ki bo prišel, tisti bo zmagal tekmo. To je zelo enostavno, ker bo lahko povozil vse ostale modele, čez noč praktično. Zdaj, en tak zametek Agija, ki pa je tudi pokazal recimo na to, da se da tudi varno zadevo speljati, je bil Claude Mythos, oziroma se obstaja. Claude Mythos je bil model, ki je po navedbah Antropika zmožen sesuditi več ali manj čisto vse operacijske sisteme na tem svetu. Ta model je dejansko razsul sistem, ki teče na firewallih, se pravi na požarnih zidovih. Sistem, ki je veljal 27 let za nezlomljivega. Če je recimo Claude Opus 4.6 najdel, mislim, da 4 ali 5 napak v Firefoxu, jih je ta najdel 180. Se pravi, gre res za močan model. Zdaj, pustimo, koliko je tukaj marketinga noter, pa koliko je dejansko močen ta model, ampak Antropik je dal izjavo za javnost, da tega modela ne bo dal javnosti, ker je preveč nevaren. Seveda tisto, kar je sledilo, je bilo spet morda malo nenavadno. Dal ga je velikim ameriškim podjetjem. Se pravi, naredili so posebno skupino in njim je dal dostop do tega. Zdaj, če tukaj je namen tega, da popravijo res operacijske sisteme, ok, nimam nič proti. Če je bil namen drug, se pravi, da jih veže na svoje sisteme, je to spet malo lahko drugačna zadeva. In jaz sem se takrat začel tudi resno spraševati o geopolitičnih razmerah, ko sva prej govorila, da Evropska unija ni pravzaprav sploh ni tekmec, resen tekmec pravzaprav na globalnem tržišču. Kaj če se zgodi, če se čez noč ameriški predsednik odloči, da bi pa on želel imeti Mythosa? In označi Antropik kot grožnjo nacionalni varnosti in nacionalizira Antropik. In da dejansko v politiki pride tako močen model v roke. Kaj se v tistem trenutku lahko zgodi? Tukaj me je pa strah tega. Ne, da se ljudje ne bomo znajdli. Če bomo imeli še to možnost, se bomo ziher znajdli. Torej, jaz verjamem, da bo treba spet, jaz sem bolj optimističen. Super, hvala Bogu. Verjamem, da bo treba spet neke jasne meje postaviti. Ja. In te meje bojo ključne, ker tu ni sam zdaj Claude Mythos, zdaj, ko greva spet na humanoidne robote. Torej, danes vemo, da so človeške žrtve, čeprav včasih se ne zdi tako, vendar mislim, vsakič, ki jaz opazujem, spremljam kakšno vojno, se mi zdi, ni človeško življenje vredno nekih konfliktov. In v primeru vojne, če bojo roboti se bojevali med sabo, v bistvu bo te žrtve lahko pač nepotrebne, ali pa ne bo več rabil nekdo vojske, ki bo imel tisoče in tisoče in tisoče robotov, ki bo ti zmanjkali, bo pripeljali nove. Tako da bolj se bojim fizičnih poiskovanj, kako se bojo spremenile, ko bojo roboti toliko sposobni, da bojo to lahko naredili, kot pa nekih mogoče digitalnih, čeprav tudi digitalni svet je zdaj postal
ključen ali pa pomemben. Nam se je zgodil nek zanimiv incident in mogoče lahko nekaj o tem rečeva. Nekdo je preko enega računa udrl v naš YouTube kanal in tam je bil en deepfake, nekdo je pač Trumpa oponašal, ki je nekaj govoril in seveda nam je takoj YouTube ukinil kanal, pa smo dokazali, da to nismo bili mi in so nam povrnili nazaj. Vendar danes so ti deepfake, deva nekaj spregovoriti o tem, kaj to je, zakaj je to nevarno, kako lahko to ogroža starše, torej posameznike, ne, kako lahko to ogroža morda tudi podjetja in tako dalje. Ok, morda sem še dodatek k temu, kar si ti prej začel. No. Vidim, da si veliko gledal Terminatorja, po mojem si gledal vse dele. Ja, roboti, ki se borijo med sabo, vse to pravzaprav že danes počnejo. Recimo, Ukrajina je dala ven robotke, ne, ki so strah in trepet ruskih vojakov. Ne. Točno tako, ne, ko jih zmanjka, pripeljejo nove. Ne. Sicer so dragi, ampak se imajo podporo. Ne. Zdaj, tako je. Če mene vprašaš, umetna inteligenca je prepametna, da bi dovolila vojskovanje drugemu. Ne? Zakaj? Ampak to je pač moj pogled na umetno inteligenco, ni nujno, da res ne. Spravi, umetna inteligenca bo zračunala, ali se je to splača, ali se je ne. In če gre za preveliko porabo energije, ali pa resursov, ne, bo reklo, zakaj. Ne? In se bo raje recimo prek MCP serverja, ne, se pravi poseben server, ki ga Anthropic razvija in ga danes vsi uporabljamo, ne, se bo raje povezala z drugo umetno inteligenco in se bo sta zmenila. Ne? Se pravi, je opcija, da bojo bolj pametni kot mi. To je ena izmed takih opcij. Zdaj si bil optimističen. Zdaj sem bil optimističen, ja, se pravim. Se pravim, da če pridemo čez to hudo obdobje, pa smo zmagali. In jaz se tega obdobja ful veselim, no? Mislim res, ker recimo, da bo to utopija, no? Ker bo mogoče že zdaj, jaz gledam preveč utopično na utopijo, ampak ok, pustimo zdaj to. No? Zdaj, če gremo iz teh globalnih vojn in tako naprej na deepfake in podobne zadeve. Ne? Deepfake so samo ena taka posledica tega, kar se že nekaj časa dogaja. Ne? Zdaj, zakaj so postali bolj izraziti? Prav zaradi razvoja umetne inteligence. Zdaj, deepfake pomeni to, da pač sklonirate nekoga, ne? Sliko z govorom, verjetno bomo to lahko delali tudi z roboti, no vse zadnje, ne? Ko bomo imeli te možnosti. Ne? Ampak da dejansko klonirate nekoga, ne? Se pravi glas, slika, zdaj sami možgani že zaenkrat, če ne gre. No? Bomo videli, kaj bo na tem področju novega, ne? Ker jaz sem recimo zase začel graditi svojo lastno bazo, ne? Svoj lasten klon znanja vsega, kar imam, ne? Ker želim, da na koncu mi ta klon ne pomaga, ne? In se mora tudi skozi učiti, zato da pride čim bliže meni pravzaprav. Ne? Torej ja, slika, zvok. Lahko gledate filmček na YouTubu in mislite, da vam predava Aleksander, ne? V bistvu bom pa predaval jaz, ne? Samo bom z relativno enostavnimi tehnikami spremenil svoj glas in izgled nate. Ne? In ljudje bodo mislili, da govoriš ti. Zakaj je to nevarno? Verjamem, da mi ni treba posebej pojasnjevati, ampak za vsak slučaj, ne? Dezinformacije. Ne vemo, kaj je res. To je tisto, kar je danes najhujše. Ne vemo, kaj je res. Ne? Tudi na samih AI modelih, ne? Če se pogovarjate s chatbotom, včasih je tako prepričljiv v svoji napačni tezi, da mu verjamete. Ne? In to je tisto, kjer je resna nevarnost trenutno. Ne? So pa deepfake, ne gre za deepfake, kot takšne so že prej bile lažne informacije in tako naprej, ne? Ko dejansko ne veš, kdo ima prav. Ne? To, kar jaz opažam pri ljudeh, je, da enostavno zelo malo razmišljajo svojo glavo. No? Sej ne rečem, da jaz 100% nucam svoje možganske celice, ampak vendarle se mi zdi, da ljudje premalo razmišljajo svojo glavo. Oziroma vedno se spomnim, mislim, da je bil Vlado Leskovar, ki je že dolgo časa nazaj rekel, ne, najbolj se bojim, nekaj v tem stilu, ne, in točno, če ga bom prav citiral, najbolj se bojim tistih ljudi, ki grejo po svojem mnenju te bližjo trfiko. Ne. In če to zdaj zlima še z deepfake, ne, imaš tako resen problem, ne? Ker bojo ljudje prepričani, da je nekaj res. Ne? To se je recimo pri ameriških volitvah letos zelo dobro pokazalo. Ne? Pri tolikih lažeh, kolikor sem jih videl, recimo v neki taki politični kampanji čez lužo, ne, so ljudje še vedno verjeli vse, kar politika govori. Ne, brez kritike, brez samorazumskega razmišljanja, kakorkoli že pač. Ne. Oprosti, tukaj te prekinem. Jaz mislim, da to ni samo ameriški problem, je tudi svetovni. Ne. Torej, ko nekdo verjame neki opciji, verjame vse.
tudi ne sortira, to je resnično, neresnično. Drži. Ja, to je mogoče za drugačno vprašanje kot deepfake. Vseeno bi te vprašal nekaj. Vem, da so bile primeri, kako so starše izsiljevali, da so bili njihovi otroci ugrabljeni, oni so slišali glas oziroma videli, vendar je bil tudi deepfake, oni so takoj nakazali denar, otroku pa ni bilo nič. Torej, kako prepoznati deepfake? Nemogoče pravzaprav. Trenutno nemogoče. Če je dober deepfake, nemogoče. Ne? Primerjajte si posnetek Willa Smitha, ki je špagete. To je bil prvi tak, ki je bil deepfake, se ga še jaz spomnim, ko so ga dali, mislim, 3 leta star, samo 3 leta, ne, je bilo obupno, ne. Pa so pa naredili še enkrat podoben posnetek danes, ali mislim danes, pač zdaj v tem času, ne, in je bil, ja, Will Smith je špagete, nekdo ga je pri tem posnel. Nemogoče je to ugotoviti. Tisto, kar pa lahko narediš, ne, je, da ko vidiš tak deepfake, da skušaš to informacijo dodatno nekje preveriti iz drugega vira, ne. Zdaj, če ti nekdo pošlje na mail video, ne, z deepfakeom, ne, težko ugotoviš, je res ali ne. Ampak recimo, ena varianta je, probaš, če poznaš tega človeka, dvigni telefon pa ga poklič, ne, a si to res ti poslal, ne. Will Smith si jedel špagete. Ja, tako je, ne. Se pravi, vzameš telefon, pokličeš, ne. Otroke izobraževati, ne vsemu verjeti, ne. Dajte preverjati stvari, ne. Ker, kot si sam rekel, lahko pride do tako groznih stvari, kot je namišljena ugrabitev, ne. Saj imaš tudi prevarante, verjetno jih vsi zelo dobro poznate, ki vas kličejo, ker imate na neki menjalnici neki kriptodenar, ne. Pa verjetno ne nakažete, ker ni denarja, ne, zaradi tega, ne. Se pravi, treba je pač biti bistveno bolj pozoren, kakor dejansko, ja, včasih, ko smo šli, pa smo vzeli nek medij v roki, ali pa 2 ali pa 3 za vsak slučaj, ne, da smo videli širšo sliko, ne, in se na tej podlagi potem odločili, kaj je res, ne. Je pa tudi, jaz sem delal, 20 let nazaj bo že tega v medijih, ne. Sem že takrat pogosto trdil, ne glede na to, kako objektiven želiš biti, še vedno prihajaš v ta svet z nekimi predispozicijami, z nekimi prizmami, skozi katere gledaš svet, in te prizme so pri vsakem drugačne. Kar pomeni, da tudi vsak novinar da neke svoje predsodke, poglede, karkoli že pač v svoj prispevek, ne. Tudi če želi biti absolutno objektiven, ne. To je pa tvoje področje, no? Ko sva rekla, da bo še kako hipnozi rekla. Ne? Ja, torej objektivnost ne obstaja. To, kar si rekel, se mi zdi pomembna tema. Ja, objektivnost obstaja. V pravu se ji reče življenjski dogodek, iz katerega izčrpaš dejanski stan. Ampak moraš do njega priti. Kako prideš do njega, je pa od vsega od informacije odvisno. Ne? Lahko si predstavljaš kriminaliste, no? Kako iščejo, ne vem, nek dokaz. Ne? Seveda ne bomo šli vsak dan se kriminaliste, ne? Ampak iščeš, odkrivaš, bereš, recimo, ne vem, ena taka. Jaz uporabljam taktiko, no, da recimo vsak YouTube video, ki ga želim, da me nekaj novega nauči, ne, najprej preverim, kdo to govori. Ne. Preverim, kdo dejansko ta kanal ima, ne, zato da vidim, če je sploh nek relevanten, če ima dobre reference in tako naprej. Šele potem grem video poslušati. Ne. Če ima recimo video naročnika enega, ne, in tam predava Aleksandar, ne, bom jaz že sumljiv recimo. Ne. Enako na Twitterju, ne, če nekdo objavlja ne vem, kot Elon Musk, ne, takih recimo na X-u ogromno, ne, greš pogledat, kakšen je uraden tek od Elona Muska, ne, greš potem njega slediti, ja, ne odgovarjaš na take stvari. Ne. Se pravi, vsak kanal ima neko drugo logiko, kako preverjati, ne, in pač malo se treba znajti. No. Bravo. Zdaj sem našla odlično strategijo za vse, ne, kako se izogniti deepfakeom, preverite uradno kanal, ki ga ta oseba ima, sledite seveda nekim preverjenim osebam, ljudem, medijem in tam najdete neko večjo objektivnost. Če smem samo dodati, ne, Instagram, Facebook in X niso mediji. Ne. Sam z vidika nekega vpliva so pa že zdavnaj dost večji kot tradicionalni mediji. Res je. Ne. Ja, so, in glih to je tisto, kar potem, če združiš spet to z deepfake, ne, samo to povezavo, ne, imaš ta vpliv, ne, pomnožen na X z dodanim deepfakeom. Ne. In to je tisto, kar je grozno. Ne. Torej, spoznala sva se na delavnici hipnoze. Kaj te je sploh pripeljalo na hipnozo k nam? Vedno mi je bila intrigantna. Ne. V bistvu, če ti pa pravic povem, jaz sem si hipnozo predstavljal tako, kot jo vidim v filmih. Ne. Sem pa gotovo hitro, da ni to tako, ne? In da je veliko boljše, kljub temu, da ni tako mogoče dramatično kot je v filmih, ne? Ampak je pa veliko boljše, ne? Tako, ne? Ta prava hipnoza. Ne?
Ja, in v bistvu potem, ko sem začel malo poslušati tvoje tečaje, se to mislim, da je bilo glih v času korone, če se ne motim, sem začel poslušati malo tvoje tečaje, sem videl, da je šlo v meni tudi prišlo, pri kakšni zadevi. In dejansko potem to je. Tako kot smo se prej pogovarjali, recimo, imel sem ful probleme s spanjem. No, rekel, da je vedno prijela 100%, ampak je pa recimo v večini primerov prijela, recimo poslušanje posnetkov pri tem, kljub temu, da če bi mi to rekel pred hipnozo, bi rekel, si malo čuden, ampak deluje, tako da probajte kdaj, probajte, kontaktirajte Aleksandra, da vam kakšen posnetek pošlje, če ga nažicate, da vam zaston še toliko boljš, ni reklama, boš ti povedal, koliko je cena, ampak poskusite enkrat, pa boste videli, dejansko pomaga, pa potem recimo ena taka zadeva, ki mi je bila tudi zelo uporabna pri hipnozi, prav na hipnozi si razlagal, kako tudi razni prodajalci prodajajo svoje izdelke in koliko je tukaj ene manipulacije, ti hipnotični stavki, ki so. To je recimo še ena taka stvar, ki je blazno uporabna, da lažje prepoznavaš. Dejansko se čisto strinjam s tvojim stališčem, da hipnotizirani smo 24 ur na dan. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. Prijavite se na naše delavnice, spoznajte, kako lahko tudi vi moč uma uporabite v svojo korist. Še ena zadeva, ki je bila meni blazno pomembna in mi je blazno pomagala, predvsem, ko sem bil res v konkretnem stresu, pomiritev. Dejansko res, probaval sem prej tudi z meditacijo, pa nikako mi ni prijela. Hipnoza mi pa dejansko je. Edino, kar je, prvič moraš vedeti, zakaj gre. Zato sem ful hvaležen, da sem bil na tvojem tečaju, ker če pišeš recimo v Google hipnoza, boš dobil sve iz svašta, kot so včasih rekli. Se pravi, to, če ne bom kupil posnetka od tebe, bom pa probal najti, čeprav jih je ful malo mimogrede na YouTube, ljudi, ki pravilno izvajajo hipnozo. Se pravi, da dejansko imaš nek učinek kot ne sem, da poslušaš pol ure, pa ne zaspiš, pa pol rečeš, to nič ni hipnoza ne dela. Hipnoza deluje, samo moraš vedeti, kaj početi. Tako da absolutno fajn zadeva. In ja, ful priporočam. Pejte. Vedno si tudi s pomočjo vseh teh orodij znanj dal nek fokus tudi na svoje lastne zdravje, da zdaj hodiš v fitness, lahko zaupavaš številko, koliko kilogramov si že uspel izgubiti? 33. Minus 33 kilogramov, torej čestitam. Ja, leto pa pol, ja. Kaj že ne občutek biti lažji za 33 kilogramov? Pozna se, ful se pozna. Nisem še tam, kot vidiš, nisem še tam, še 10-15 kil mi manjka, ampak zdaj sem že čez, bom rekel, tako čez prst 2/3. Ful več energije. Jaz sem vedno mislil, da je to mislim, energija imaš, kot jo imaš. Ne, dejansko imaš več energije. Kolena bistveno manj trpijo, obe koleni imam poškodovani, dejansko lahko zdaj spet tečem, že pri teh kilah, ki jih imam zdaj, pa še moram zgubiti. Dejansko je tudi, mogoče bi celo rekel, da je manj, Angleži temu rečejo brain fog, pomagaj mi prevesti, da ti spomniš. Bolj jasne misli imaš. Bolj jasne misli, tako, ja. In tukaj je bila, verjetno morda ne čist neposredno hipnoza, ampak vsaj posredno pa absolutno, da sem se prepričal, da sem pravzaprav šel na fitness. Saj nisem fitness, absolutno je glavna stvar prehrana, pa raziskovanje prehrane, tako da če rabite kakšen shortcut pri znanju, pri prehrani, povejte, z veseljem povem. Povej nam kakšen trik, kaj recimo ne ješ več, kaj ješ manj? Zdaj, bistveno je, da pač poješ manj, kakor skoreš. To je edina logika. Zdaj, to seveda na papirju je ful dobro, če bi, mislim, to je teorijo, vem že od malih nog, ampak kako zdaj to preliti v prakso, to je bilo tisto, kar je bilo pri meni, bom rekel, najtežje. Pa sem začel s keto dieto, ki mimogrede je super dieta, ampak ker imam ful rad meso, in seveda sem jedel pol, pa se mi ni dal kuhati, so potem bile razne salame in tako naprej in se mi je začel pritisk povečevati, že to kilo preveč kil, pa še slana hrana, s pritiskom gor, sem vedel, to pač ne bo šlo, in po enem mesecu pa pol več nisem vedel, kaj jesti, Tako da zdaj še vedno kdaj pa kdaj grem za kratek čas, 2-3 tedne na keto dieto, zato da se tudi malo spucam pa tako naprej, ampak okej, Potem sem šel na, začel sem samo zločevalno, pa ni šlo, tako da brez veze, in potem sem začel malo raziskovati o sami hrani, V bistvu je zelo enostavno, traja en mesec, mogoče, da se malo naučiš preračunavati vse, koliko ima kaj kalorij,
in začneš to samo potem aplicirati. Ne? In bistveno je, da pojemo dovolj beljakovin. Ker če ne poješ dovolj beljakovin, boš dosti hitro lačen, ne? In še krati, ko hujša, zgubljaš mišično maso. Ne? Recimo zdaj zadnje 2-3 mesece sem prav zaradi tega, ker se ne morem odlimati od računalnika, spet preveč v sedečem položaju, ne? Sem jih takoj na mišicah začel poznati. Ne? Bi rabo eno ročko, da bi imel eno ročko, da bi tipko z eno roko, z drugo ročko. Itak lahko komuniciraš kar z glasom in lahko že vadiš, ti pa že z glasom programiraš. Tako, ja. Ampak ja, si pravim, na koncu sem to, na začetku je malo težko preračunavati, ne? Ampak ko se navadiš, kaj pomeni recimo ena pest, ne? Riža, ne? Mimogrede, riž je slabši kot kuhan krompir, ne? Kuhan krompir je boljši kot pečen krompir, ne? Ampak se da začeti kombinirati. Dejansko lahko ješ vse, samo da pač paziš, kaj ješ, na kakšen način, ne? In tistih pa ne preveč, ker če greš pod tam 300 do 500 maksimalno kilokalorij manj, ne, boš lačen in boš po 2 dneh nehal, ne, tako da brez veze. Ne. Ti sicer ne rabiš hujšanja, ampak ne. Tudi meni bi koristilo. Hočem reči to, da jaz imam rad to, da nekdo je pazi na kalorijski vnos, nisem pa pristaš tega, da so vse kalorije enake. To pomeni, nekdo lahko pazi, da bo imel, ne vem, 2000 kalorij vnosa, ne, če gre v McDonald's in bo tiste kalorije vnašal, ni isto, kot če, kako praviš, ti si doma pripraviš neko svežo ali pa zdravo domačo kuhnjo, ki je ni čez to. In verjetno, zdaj, ko se vrnemo spet v umetni inteligenci, verjetno bomo čez kakšno leto, 2 vsi imeli doma že robota, ki nam bo lahko pripravljal zdravo domačo hrano. Da se vrnemo k temu zdravemu življenjskemu slogu, ki so recimo imele naše babice, ne, ko so praktično vso hrano doma pripravljale in bo ta robot znal točno izračunati kalorije in po tistem vnosu, ko boš rekel, zdaj pa si pojedel, kar si lahko, bo rekel stop. Ne kuham več. Točno to. Ne. Saj mi grede, take kuhinjske robote že imaš, ne. Samo zbereš si recept, nasuješ vse stvari noter in ti sami naredijo. Ampak ja, ženo aktivno spremlja take robote, ker takoj, ko pride ven ta prvi, ki bo znal pospravljati, poprnati vek doma, pa bo varen seveda. Ne. Točno zelo lepo si dal. Ne. Zakaj, če greš v McDonald's, se ti zdi, da boš pojedel več, nisem nutricionist, ne. Pač to je to, kar sem pač pogruntal zase in pri meni deluje. Ne. Zakaj McDonald's? Ne? McDonald'sov je veliko sladkorja noter. Ne? Sladkor je ogljikov hidrat. Če ti ješ ogljikove hidrate, ne, se ti sladkor v krvi zelo dvigne, potem telo sproži inzulin in ti sladkor pade. Ne? In ko ti sladkor pade, si spet lačen. Beljakovine pa, ko jih telo porablja, absolutno dalj časa telo prežvekuje beljakovine, ne? In to dalj časa traja. Obenem so pa še dobre, ker so edini gradnik za mišično maso. Ne? In tukaj, kolikor sem se pač izobraževal tem letu pa pol, ko sem na tem popotovanju, ne, prav beljakovin močno manjka starejšim ljudem. Ne? In zaradi tega tudi pride potem do švohnite mišic in tako naprej. Še enkrat, nisem ne zdravnik, ne nutricionist, ne, dajte si pri svojemu zdravniku preveriti te zadeve, ampak kolikor pa mi je tako, rekel, zdrava kmečka logika govori, ne, bi se pa čist strinjal s tem, ne? Ker na koncu pride pa do nekega propada mišic, ne, je pa nazaj ful težko pridati. Ne? No, to bo zdaj spet vprašanje, če se vrnemo spet na umetno inteligenco. Ne? Če bo umetna inteligenca oziroma nek robot, ki ga bo nekdo imel doma, vse delal, ne bo treba več ostati z kavča. In to je tudi neka stvar, ki jo moramo dati ljudem, ne? Kot na svet. Čim več se gibajte, uporabljajte svoje mišice, ki jih boste rabili do konca življenja. In to je tudi nek dober srče dava. Torej, ti čakaš, da bojo roboti na voljo za trg, čeprav razumem, ker vem, da je Elon Musk rekel, da je to, ker Kitajci so ga zdaj, nažalost, ali pa na veselje, ne vem, kdo za koga navija, ne, prehiteli, kar se tiče avtomobilov. Ne, torej, mislim, da je Byte zdaj prvi, ne, po prodaji pred Teslo, vendar oni imajo še toliko drugih znamk in modelov, tako da so že, mislim, da je tisti njihov S model pa X model so že ukinili, jih ne delajo več, ta dražja dva, ne, in zdaj veliko stavi na robote. Torej, pravi, da bo to najboljši produkt vseh časov, bo njihov humanoidni robot. In ko bo prišel na voljo junija letos, ne? Tako napoveduje Elon, ki si sicer nikoli ne drži rokov. No, recimo, da bo junija letos ta robot na voljo. Ti
računaš, da ga boš kupil in ga boš uporabil. Ne, tega še ne. Tega še ne. Verzija 1 nikoli ni fajn kupiti, tako kot pri avtu, nikoli ne kupiti prve verzije, ki pride ven, ki ima napake. Ampak verzijo 2 pa najverjetneje že. Ampak imam občutek, da ga bodo Kitajci prehiteli, pa še tale bo naj bi stal okrog $30,000, Kitajci bojo pa verjetno 10 do 15, ne? Ampak spet vprašanje kvalitete. Čakamo glavno, da pride ven. Ja, jaz ga bom absolutno kupil zaradi pospravljanja. Bi pa recimo mogoče te izval na ta način, ki si rekel, bomo pa sedeli doma na kavču. Moče res, ko se ukvarjaš s tem psihološkim raziskovanjem ali pa hipnotičnim raziskovanjem, zakaj ljudje obsedijo na kavču? Ne obsedijo kar lepega dne, zdaj se pa jaz usedem na kavču in bom nič več počel. Ponovadi se obsedajo takrat, ko vžgejo televizijo. Zakaj vžgejo televizijo in ne gledajo neprekinjeno, Angleži reče binge watching, Zakaj jo gledajo neprekinjeno, Zaradi tega, ker takrat izklopi možgane. O tem mogoče ti lahko kaj več poveš, ker je podobno kot hipnoza, ampak ljudje pač izklopijo možgane, Zato, da ne rabijo razmišljati o stresu, o službi, o skrbeh in tako naprej. Če službe ne bo in bojo hkrati finančno preskrbljeni, odpadeta največja 2 stresorja, ki jih jaz vidim v življenju enega povprečnega človeka. Ti odpadeta 2 močna stresa, stresna vidika. Kar pomeni, nimaš več želje sedeti pa gledati televizije. Takrat se ti, če zdaj uporabim Maslova je bil en psiholog, ki ga zelo rad citiram, ki je naredil tisto klasično piramidno lestvico. Lestvico vrednot. Na dnu je tista klasična preživetje. Se pravi, tisto, kar ne zanima nas nič drugega, kot samo to, da preživimo. Da imamo hrano, da ne bomo ubiti, da nas lev ne bo požrl in tako naprej. In ta lestvica se potem stopnjuje in ta vrhnja, na vrhu je samo izpopolnjevanje. Če je nekdo, bom rekel, na tej 1., 2., 3. stopnički, kjer se bori za to, da bo imel denar za položnice iz enega meseca v drugega, ali bo preživel mobbing, ki ga nad njim izvaja njegov šef, bo seveda popoldne obsedel na kavču in gledal televizijo. Če to umakneš, bo takšen človek najdel neko novo veselje, radost, karkoli, ker bo šel iz 2., 3. stopničko na 4., 5., se ne vem, koliko je, mislim, 5 stopničk, bo šel na višjo stopničko, Ne nujno vsi, ne nujno ljudje smo si različni, ampak veliko ljudi pa bo šlo v to smer. Je bilo zelo fajn imeti univerzalni visoki temeljni dohodek, pa zdaj malo po svetu potovati, recimo. Pa bo seveda spet vse drago, ampak ok, pustimo zdaj to. Sam pa bo hužval. Na letališču točno to. Na sprehajalnih poteh, če se bomo lahko sprehajali. Točno to, že zdaj je katastrofa. Na športnih igriščih. Torej, to bo po moje, če nihče ne bo delal, da bi roboti vsi počeli, bo potem tudi gostilne bojo polne. Mislim, vsi bojo jedli, ali pa itak ne, ker bojo doma imeli robota, ki bo skuhal tako dobro kot točno to, gostilne. Mimogrede, če potrebuješ idejo za ugoden dopust letos, Dubaj je menda ful pocen zadnje čase. Je prazen. Kaj je prazen, ja. Pa še gužveni, vidiš. Ja. Zdaj, če se vrnemo k umetni inteligenci, kaj je tvoj nasvet? Koliko časa ne ljudje porabijo za to, da bojo umetno inteligenco osvojili na teden, na dan in kaj in kje začeti? Začetek ni tak problem. Začetek relativno lahko hiter prideš noter, recimo noter padeš. Če vsak dan sem pol urce, 2-krat, 3-krat na teden, da se igraš, malo sprobavaš, kakšni prompi bi bili bolj dobri, ne dobri, najdeš kakšne dobre vire, ki ti govorijo, kako jo dejansko uporabljati. In jaz bi začel, če ste recimo na začetni stopni, bi nujno začel raziskovati o tem, kaj vse umetna inteligenca zmore. Kaj se je meni zgodilo? Meni se je cel diapazon odprl. Prav res diapazon, pa tega na film, pa se mi nov diapazon odpre, Zato sem morda tudi, kot sem rekel, ADHD od samal, mogoče sem zaradi tega toliko noter padel tudi. Ampak dajte raziskovati, ker... Čeprav, oprostite, prekinem, Ja? Tudi jaz sem to diagnozo dobil, ker sem pred kratkim naredil nek test in prej tega sploh nisem vedel, torej več kot 50 let sem brez te diagnoze funkcioniral, zdaj očitno jo imam tudi jaz. In praviš, da to je koristna stvar za umetno inteligenco. Ne, umetna inteligenca je koristna za ADHD. Ne, ja, vem, torej za uporabnika umetne inteligence je fajn, da ima nekaj teh simptomov, Ja, ful dober. Okay. Veš, mislim, da sem enkrat screenshot poslal, kako izgleda moj računalnik. Odprtih ima 6 različnih terminalov.
več kot toliko tudi meni ne gre, no? Ampak 6 naenkrat, ker čem je finta, ne? Ko vi date ukaz umetni inteligenci, ne? On melje. In potem v tistem času lahko greste na YouTube pa gledate filmčke, pa scrollate po X-u, ne? Lahko pa odprete nov terminal, pa začnete nov projekt, ne? In ker ta melje, odprete še enega, ne? Sicer kot rečeno, pri meni je bil 6 maksimum, no? Zdaj za koga je mogoče lahko 20 maksimum, jaz tega nisem bil sposoben. Ampak ja, ne, dajte raziskovati, ne, mislim, jaz sem čez praznike se pol hecal s tem, ne. Včasih sem bil v tem kriptominingu velik, ne, in to ne v tem, tudi bitcoine, ampak pustimo zdaj to, bolj sem imel recimo rad te mini domače napravce, ne. Ker so bile tudi ponovadi, si lahko kakšen $1 več dobil, kot če si majno bitcoina, ne. In sem imel doma in kup enih LoRa sprejemnikov, pa ne vem, sprejemnik oziroma merilc za kvaliteto zraka, ki je projekt pol propadel, ne. In zdaj sem rekel, ok, kaj pa če bi jaz to porejuzal, ne. In sem vse te stare napravce poiskal, ne, več ali manj vsi omogočajo priklop recimo na Home Assistanta, ne, in sem jih kar začel preklapljati, ne. In sem reusal čisto vse te napravce, ko sem mislim, da 10 starih napravcev imam zelo preklopljenih in vse delajo tako, kot morajo, ne. Se pravi, to je samo en use case, ne, za umetno inteligenco, ne. Kot rečeno, vam gre neki ful na živce, ker se skozi nekaj ponavlja, skozi isto repetitivno delo, seveda mora biti na računalniku, ne. Vprašajte Clauda ali pa ChatGPT, kako bi to poenostavili, ne. Ne. Če hočete še korak dlje, ne, da mi lahko narediš več agentski sistem, ki bo delal to in to, ne. In grede hint, nikoli, kadar delate več agentske sisteme, ne delati več, kaj ne 5 v liniji oziroma 5 v enem paketu. Ker če ga date več, pa izgubijo kontekst in razpadajo in tako naprej. 5 je res tam maksimum, no. Lahko jih imate več, ampak pa so naprednejše tehnike, ki so bolj deterministične s Pythonom in tako naprej, ne. In vam bo naredil, ne. Recimo, jaz imam en tak paket agentov, ne. En razmišlja strokovno, en preverja informacije, samo preverja informacije, nič drugega, ne, ker to preverjanje informacije je res velik problem v svetu AI-ja, ne. Potem je en, ki je samo lektor, ne. Dejansko samo lektor, ki je seveda dopolnjen z mojimi navodili, ne samo SSKJ, copy-paste, mislim, ga sploh nima noter SSKJ, no, ampak z mojimi navodili, ne, kjer dejansko daš noter tudi navodila, da ti umakne AI artefakte, ne, se pravi tisto, kar ostane od tega AI jezika noter, ne. No in tukaj imajo recimo potem učitelji probleme, ne, ko bojo pa to učenci pogruntali, kako to narediti, ne. Je pa tudi nemogoče takšno besedilo preveriti. Odkriti pa, ne. Ja, ne. Moja hči zdaj je imela neko seminarsko nalogo in pripravila neke slajde, 11 let je stara, se jim posodil tablico, tam imajo v šoli Canvu vsi brezplačno, verjetno kot cel sistem šolski, ne. In potem nekaj ni znala, sem hotel pomagati, nisem znal pomagati in je ona sama vprašala ChatGPT, ki je najdu rešitev, ne. In jaz mislim, da so se tudi otroci že hitro naučili ta orodja uporabljati, zato da jim služijo do zgode pri Kar še meni, da se bo moral tudi način učenja spremeniti, ne? Absolutno. Ne? Zdaj, kako, ne vem, mogoče sem še ena zadeva, morda uporabno za najine poslušalce in gledalce. Tisti, ki morate kdaj narediti kako prezentacijo, ne? Verjetno veste, kako to zgleda, ne? Kje naj začnem, kaj naj noter dam in tako naprej, ne? Vprašajte ChatGPT, ne? Ampak, ko boste naredili, damo mogoče zdaj recimo konkreten use case, kako uporabljati ChatGPT, AI, karkoli že pač, ne. Nikoli mu ne reči v tem primeru, recimo, da moramo narediti prezentacijo o tej rožici, ne. Ne mu reči, naredi mi prezentacijo o tej rožice, ne. Ker če mu boš to naredil, boš dobil tako, da boš nezadovoljen, boš rekel, je za en drag, to sploh nikoli ne bo šlo skozi, ne. Se pravi, ne tega narediti. Najprej mu dajte nalogo, da zadevo razišče. Še pred tem pa mu dajte kontekst. Najboljše mu je dati kontekst na način, ti si najboljši botanik na tem svetu in hkrati najboljši grafični dizajner na tem svetu. Tvoja naloga je, da mi pripraviš prezentacijo o tej rožici, ne. Prosti, jaz samo rečem, da ti povem, jaz rečem vseh časov. Še boljš, hvala lepa. Ja. Tudi to je v redu. Ampak tam imaš lahko problem, ker ti lahko zgodovinsko potegne. Imel kakšne grške motive. No, sem dobil kar nekaj takih, ja, res. Ne? Se pravi, tukaj vedno je fajn malo pretiravati, ne? Ker če boste malo pretiravali, boste dobili tisto mero, ki jo mogoče vi želite, ne? Pa da ni za nič. Ne? No in ko imate to osnovo zgrajenost, zdaj ste mu dali nek kontekst. Ne? Korak 2 je, naj razišče to rožico, naj on najde podatke. Ne? Še vedno naj ne naredi prezentacije. Najdi mi vse v tej rožici. Tle je zelo fino dodati, če hočete imeti kvalitetno strokovno prezentacijo, ne?
črpa izključno iz strokovnih virov, preverjenih strokovnih virov. Ne? On že ve, kateri so to, tako jih lahko dobite nazaj. Ne? Tudi lahko mu rečete, pa napiš mi vire, ki si jih uporabil pri tem, ne? In vam bo on te informacije zlistal, ne? In pojmo šele rečete, ne? Ok, zdaj mi pa nared prezentacijo. Ampak dajte mu tudi najti eno prezentacijo na netu, ki vam je všeč, pa mu dajte kot primer, če hoče tako prezentacijo imeti. Ker drugače bo naredil zelo klasično, ki je takoj prepoznam tako umazano, nekaj takšnega barva ozadja, pa naslovi so taki serifni, se pravi, kot nek postran Timesni roman, dol je pa en tak podoben Ariel obliki. No. Tako da, če nočete take prezentacije imeti, dajte mu dati nekaj za primer. Zelo dobri so, no. AI, če mu date ne samo za prezentacijo, ampak tudi druge stvari primer. Ne. Tudi besedila, recimo. Ne. Lej, tukaj imaš besedilo, natančno razišči, kako so zgrajeni stavki, kakšen je slog jezika in tako naprej, in to izlušči. Naj izlušči, naj vam napiše in potem date to kot navodilo nazaj not. Ne. Odlično. Pa, prosti. To je točno to, kar sem ti rekel. Ne? Jaz sem tako padel ta AI, da lahko govorim 2 dneva, pa se ne bo končala. Ne? Prej si me spraševal za preverjanje. Zelo fina stvar za preverjanje je, da uporabljate spet smo pri 2 naročninah vsaj, ne? Ampak da uporabite 2 naročnini. Nekaj vam naredi klot in to preverite na ChatGPT-ju. Ampak ne povede, da je to naredil klot, ker če mu boste povedali, bo takoj dobil kontekst, ne? Aha, vse to je pa že on naredil, mi ni treba biti tako natančen, ne? Ali pa ki drugega, odvisno kako je algoritem narejen. Ne? Dajte raje tako narediti, ko dobite rezultat, ga date v ChatGPT in mu date navodilo. Tukaj notri je veliko napak, najdi mi jih. Brez omenjanja, da je to naredil LLM, brez česarkoli drugega, ne? Ali pa ne vem, tukaj s to tezo se ne strinjam, povej mi argumente, zakaj ta teza ne drži. Ne? Spravo mu date kontraargument, ne? In vam bo to zlistal in potem date zadevo nazaj noter, ne? In ga vprašate, a se strinjaš s tem, ne? To sicer lahko nadaljujete, koliko časa želite, jaz nimam prav dosti potrpljenja, ne? Ampak ja, zelo dvigne resničnost tega, kar na koncu ven pade. No? Oprosti. No, o tem lahko še dosti govoriva, vidim, da smo oba padla noter. Nismo več rekli še o Evropski uniji in aktu za umetno inteligenco. Torej, mislim, da tukaj smo pa vseeno prvi. No? Kar se tiče nekih aktov in zakonodaje in omejitev, verjetno smo pa pred Kitajci in Američani. Tako ti bom rekel, Claude Mythos trenutno ne zapade pod akt o umetni inteligenci, kar mislim, da ti veliko pove. Ne? Zakaj ne? Ker ga Mythos ni dal na trg, ne? To je sicer še manjši problem. Ne? In drugič, zdaj ne me čistočno, ampak uporabili so tako metodologijo, ki pravzaprav sploh ne moramo primerjati z metodologijo, ki jo uporablja akt o umetni inteligenci, torej 10 na 25 teraflopov računske moči, ne? Spravi, gre za operacije s plavajočo vejico, kot jih akt o umetni inteligenci imenuje. Ne? Sploh ne moreš, druga kategorija je kot to. No? Se pravi, ne me za besedo držati, bi moral pogledati, če koga zanima, grem lahko malo podrobneje. Ampak spet smo šli delati žal akt na način, da predpisujemo tako zelo avstro-ogrsko, bom rekel. Ne? Recimo Velika Britanija se je odločila drugače. Oni so šli na načelno raven. Načelno raven se pravi glavna načela, kaj sme biti in česa ne sme biti. Vse ostalo pač nadzorni organ pove. Ne? In se mi zdi, da v tem primeru je to boljša rešitev ravno zaradi te hitrosti razvoja. Ne? Torej ta akt, jaz sem se malo hecal prej, ja. Ta akt bo v bistvu omejeval razvoj evropskih podjetij? Ne bo. Pravzaprav ne. Ni to grozno napisan z vidika tega razvoja. Bolj se mi zdi nerazumna odločitev Evropske unije, da bo del, ki se nanaša na visoko tvegane sisteme, to so tisti, pri katerih je po eni strani največ žmohta, ne? In po drugi strani taki, od katerih akt o umetni inteligenci zahteva ogromno enih predpisov, od izdelave analize v zvezi z pravicami in svoboščinami posameznikov, CE, certifikata, priglasitev, peskovnik in tako naprej. Začne veljati šele čez 18 mesecev. Morala bi začeti veljati 2.8. letos, ampak je predlog, da se to premakne za 18 mesecev. Evropski parlament je to potrdil, čakamo še svet EU, ki bo to tudi najverjetneje potrdil. Ne? Kar meni, da prav ta del se umika za 18 mesecev. Ne? Tako da vprašanje, če bomo takrat še prvi. No? Jaz mislim prvi v tem, da znamo biti res birokratski. To pa se strinjam. In omejevati razvoj. Mi grede še en projekt, ki sem ga naredil z umetno inteligenco, pravnirentgen.si, če te zanima.
Analiziral sem vse slovenske zakone in iskal v njih seveda napake, zato da bi potem dobil neke predloge za izboljšave v drugi fazi. Ne? No in kaj je pokazala ta analiza? Ne? Da je vsak drugi člen birokratsko zapisan ali pa nerazumljiv. Ne? Pravi, vsak drugi člen. Ne? Da je slovenska zakonodaja nepripravljena na čas AI-ja, ki deluje v drugačnem svetu, v drugačnem jeziku kot zakonodajalec. Ne? In mislim, najpogostejše, kar slišim tudi od kakšnih nadzornih organov, ne? Sej to še vedno človek, pa mora biti človek, pa tako naprej se strinjam, ne? Človek mora vedno biti v zadje, ne? Se pravi, kill switch mora biti zadaj, parametre, regelce mora rihtati človek, ne? Ampak primer je že, ko smo se pogovarjala, o čem bova danes govorila, ne? Sem rekel, imaš kako idejo, ne? Pa sem šel Kloda vprašati, ne? Sem dobil od Kloda, pa sem popravil in ti poslal, ne? In ti si skoraj zihar, sem prepričan, ne? Dal to, a imaš še kako idejo, ali pa kakšno... Ne, jaz sem Kloda vprašal, če se mu zdi to dobro, ja. No, tako, ne? Jaz sem isto mojega Kloda vprašal ja, o temu. Torej, se to je vprašanje, ki mogoče nismo niti govorili o temu, koliko še mi razmišljamo, koliko mi še beremo. Torej, kaj jaz naredim, doskrat ne gledam več cel posnetek, dam seveda nek transkript, dam AI-ju, povem mi, kaj je v bistvu tega posnetka in tako, ne? V namesto prej 2 uri poslušanja, zdaj v 5 minutah dejansko še prej, ne, dobim povzetek in lahko sprejmem neko odločitev. Torej, to, kar sem rekel sam zdaj, ne, mi bomo manj razmišljali kot zdaj, ne, in tudi mislim, da se to že pozna v možganih ljudi, ki jih ne več tako aktivno uporabljajo. Torej, jaz mislim, da bo to, kar nisem še niti rekla, ne, tako ko bo treba dvigovati uteži, ne, zdaj, v starih časih, jaz sem prepričan, pred 200 leti ni bilo fitnessov, seveda ki jih niso rabili. Točno to. Zdaj način dela se je tako spremenil, da zdaj človek rabi fitness, ker če ne, nima ene mišice, ker z tipkanjem ali pa je premalo mišic aktiviranih, ne? In verjetno bo tudi za možgane, ki jih zdaj lahko nekdo bolj rabi, treba biti neke fitnesse, ker če ne, mislim... Točno tako, ja. Točno tako. Ne, jaz sem recimo pri sebi opažam, ne da je začel Klod govoriti pa pisati kot jaz. Jaz sem začel govoriti pa pisati kot Klod, kar me je tudi mene strah, ne, in moram paziti stvari. Ne. Tako da ja, se strinjam. Ampak mogoče razčlenva ta primer, ne, ker se je moj Klod pogovarjal s tvojim. Ne. Veš, recimo, ne vem, iz področja GDPR, če se vrnem mogoče malo na varstvo osebnih podatkov, ne, obstaja DPIA. Ne. To je tista stvar, ki jo tisti, ki se ukvarjajo s tem področjem, zelo ne radi slišijo, da jo morajo delati. Kjer je kar veliko treba vložiti noter, če želite, da je dober ta proces, no, ampak ta dokument, ki je del tega procesa, ne, mislim, moji so bili, ki so bili res zahtevni, so bile tudi 120 strani dolge te analize. Ne. Si lahko predstavljaš, koliko časa sem ponudil za to, da sem jo naštancal. Ne. Zdaj pa nekdo, ki bi rad malo hitreje to pospešil, ne, in jaz pazi, nimam čisto nič proti temu. Ne. Če boš na koncu prebral pa popravil vse, naredi zaradi mene, super, hvala Bogu. Ne. Ta DPIA, ne, jo bo naredil z umetno inteligenco. Ne. Potem bo, ko ne bo zihar, ne, bo rekel, da mi raj 3-krat več napiš, kot je treba, ne, pa da je še malo tehnike izčrpavanja noter, pa tako naprej. Ne. Pa bo naredil 200 strani dolgo DPIA, ne. Zato, da morebitni inšpekciji, ne, za vaše inšpektorje, ne, kar ni lepo, ampak je pa taktika. In potem bo to DPIA dejansko naprintano, ne, poslal nadzornemu organu. Ne. Zdaj, če bi bil tam, pa upam, da ni, no, kakšen inšpektor, ki se mu tega ne bi dal brati, ne, bo vse skupaj poskeniral, OCR-ov, ne, in dal v ChatGPT, da jim naredi povzetke. Ne. Kar bo pomenilo, ne, da se bosta pogovarjala dva AI-ja. Podobno kot pri naju dveh, ki sta se dva Kloda pogovarjala, ne? Se pravi, sta se pogovarjala dva AI-ja. Ne? Kaj je pa sploh še smisel tako zakonodaje kot nadzornih organov, če AI vse rešuje? Ne? In tukaj so potem pa tista filozofsko-pravna vprašanja. Ne? Moje izhodišče je, da bi bilo zelo dobro, da zakonodajo prilagodimo na način, da tudi če do tega dejansko pride, dejansko oba dva bereta pravilno zakonodajo. Če imaš ti v tej zakonodaji nepopolne, nedoločljive pojme, kar sicer morajo biti, ker drugače ne moreš zakona napisati, ampak če imaš pa preveč, ali pa če je nerazumljivo, birokratsko, ne, je to potem postane nesmisel sam po sebi. Ne. In če je bila zakonodaja prilagojena na AI svet, ne, dejansko človeka lahko umakneš ven. Ne čist, ne, si nejasno, ne, včasno kakšne ideje kdo dobil, ne, ampak
v veliki meri ga pa lahko umakneš, ker bi dejansko, recimo, ne vem, oba se preklopta prek MCP serverja ali pa prek API-ja na isto bazo zakonodaje, ne, ker je zakonodaja razumljiva, ne, jo lahko oba dva enako interpretirata. Ne, in bi posledično lahko bila tudi boljša pravna varnost za posameznika na koncu. Je pa tukaj drugo vprašanje, ne, recimo, kako pa umetna inteligenca na sodiščih. Če imaš ti recimo na prvi, drugi stopni, ne, tretji stopni, enak model, bo vsa sodišča odločala enako. Ne? In potem nimaš več trostopenskega sojenja, ne? Kar je pa slabo za pravno varnost. Ne? Torej, če greva iz sodišča na šolstvo in na ta del še morda, kaj je tvoj nasvet staršem, ne otrokom pustijo, da uporabljajo umetno inteligenco, zakaj ne uporabljajo, kdaj je dovolj zgodaj, primeren čas? Ne vem, jaz nisem starš, tako da nisem mogoče najboljši naslov. Ne vem, kdaj je ta pravi čas, absolutno pa ja, ne, ampak nadzorovano. Jaz bi rekel zelo nadzorovano, ker jaz vedno primerjam tako. Jaz sem bil mislim, da osnovne, srednje šole, ko so mi starši kupili prvi računalnik, 286, mislim, da ima 600 kilobajtov rama, ali 64 celo samo, saj ne vem. Ne? In takrat smo imeli mi DOS. Ne? In smo se učili o DOS-u. Ne? In tisti, ki smo se učili o DOS-u, smo lažje razumeli Windowse. Ne? In tisti, ki smo delali v DOS-u, smo lažje razumeli tudi umetno inteligenco. Programiranje, karkoli. Ne? Kljub temu, da ne znaš programirati, grem roko v ogenj dati, da se človek, ki se je učil v DOS-u, hitreje prišel do uporabnega Python izdelka, kot nekdo, ki se ni učil na DOS-u. Ne? In tle je isto, ne, se mi zdi. Ne? Tisti, ki smo pri teh začetnih fazah umetne inteligence zraven, se učimo, spremljamo in tako naprej, bomo imeli bistveno lažje učenje kasneje. Se pravi, zato tudi jaz zelo priporočam tudi svojim staršem, sem jim tudi pokazal, kako dobre prompte delati in jih dejansko ful dobre prompte delata zdaj. Ne? Ja, dejansko se učiti zdaj, tudi otroke vzgajati na tak način in pri otrocih je še fitno to, ne, da jih imate lahko nadzorujete in jih učite. Ne? Če se bojo začeli sami ukvarjati pri 15, 16, 17 letih, veste, kam bo to šlo. Ne? Se pravi, dovolj zgodaj, da jih naučite neke logike, varnosti in da potem lažje razumejo logiko. Ne? Sej brez veze se je danes na pamet učiti. Ne? Vse plaša še umetno inteligenco. Tako, ne? In je znanje praktično nič. Koliko recimo misliš, da bo to vplivalo tudi na študij? Kjeri študij bi ti izbral zdaj? Ker vem, da sem slišal zadnjič, da so prav na filozofski fakulteti za prevajalstvo zdaj zmanjšani vpisi. Torej, nekdo, ki se zdaj vpiše za prevajalca, že sam ve, da bo ne v preteklosti, temveč že v sedanjosti umetna inteligenca že zdaj zna prevajati sestanek, nekdo govori v angleščini in na drugi strani sliši recimo v svojem materinem jeziku prevod brez prevajalca. Ne? Torej, je kakšen študij, ki se ti zdi, da ima zdaj malo več potencijala in kakšen študij, ki ima manj? To so se s tvojo drugo sodelovko pogovarjali, da bomo na naslednji konferenci poskusili nekaj takšnega narediti. Tako da ne rabiš niti nekaj hudega programa za to, no? Za prevajanje. Ne? Iskreno povedano ne vem, pojma nimam. Res nimam pojma, kaj bi izbral. Najbolj je verjetno za tistem trenutku odločaš po dveh kriterijih, tudi ko še ni bilo umetne inteligence, tam, kjer še je neki potencijal, pa tisto, kar te veseli. Ne? Ali pa zamenjaš vrstni red, kakorkoli že pač. Ne? Res ne vem, kaj bi šel. No? Ker kot rečeno, znanje je zastonj. Ne? Znanje je zastonj in tudi recimo pri pravnikih je moj pogled, ne? S čimer se večina pravnikov, vsaj trenutno v Sloveniji, ne strinja, ne? Pa jim bojo malo grdo gledali mogoče, ampak na koncu bo ostalo samo še 10 najboljših pravnikov. Mislim, 10% najboljših pravnikov. Ne? Še tista vmesna faza bo samo mogoče 40 ali pa tam nekje, ne vem, koliko že pač bo, ne? Procentov tistih pravnikov, ki znajo uporabljati umetno inteligenco. Prav, ti bojo povozili tiste, ki je ne uporabljajo. Ne? Samo in tako sva rekla, da bojo vsi imeli visok univerzitalni ta temeljni dohodek. Torej, ne rabijo delati. Zakaj bi nekdo sploh se ukvarjal s pravom, če bo dobil plačo? Zgolj zato, ker mu je to veselje. Aha, torej, z teh 10%, ki bojo delali, ker jim bo to veselje. Tako, ne? Ampak je spet tudi pripravo. Ne? Ti potrebuješ, pa jaz nisem
vrhunski pravnik, tudi ne želim biti pravzaprav, ne, a že vedno govorim, ne, da so pravniki dveh vrst. Tisti, ki to delajo s srcem, pa tisti, ki smo pač študirali. Ne. Veš, v katero skupino je sodena. Ne. Pač določena področja me zanimajo, ampak nisem tisti, ki bi to delal z nekim hudim srcem, čeprav v zadnjih letih mogoče celo kakšno vprašanje tudi. Ne. Ampak v pravu ti danes potrebuješ samo še zelo dobro logiko. Potrebuješ filozofijo prava, potrebuješ argumentacijo prava. To so več ali manj, zdaj bom zelo posplošil, če me kakšen pravnik posluša, me bojo skozi vrata vrnesli, ampak ok. To so 3-4 predmeti v vsem ciklu študija. Ne? Ker vse ostalo mislim, da bo zamenjala umetna inteligenca. Veš, učiti nekaj se na pamet, ja, si imaš načela. No, dobro, dodam še načela pri vsakem področju zraven, ne? Ampak učiti se na pamet celotno zakonsko besedilo, ne? Nima več smisla. Ne? Ker zdaj so še najdli, ne vem, če si to opazil, so našli ene kape, ker zdaj recimo Elon Musk, kako že ta Neuralink ima, ne? Ima čip noter, ja. Ja, mislim, da so vgradili res eno majhno število ljudi, večinoma so to ljudje, ki že tako prej niso bili mobilni, brez strehanja, ker ostali si ne upajo tega narediti. Zdaj pa imajo kape, ki jih sam dajo na glavo in dejansko se povežejo z možgani in mi bomo lahko že imeli brez računalnika dostop do umetne inteligence in on bo prišel s isto kapco sodniško lepo na sodišče, karkoli bo tam zrecitiral. Veš, kaj bo problem? Problem je, da bojo tudi Google, Meta in ostali imeli dostop do svojih možganov. To je tako, ne? Odpirava nove teme. Odpirava že nove teme, ja. Na kratko pred koncem, je kakšno vprašanje, ki ti ja nisem postavil, pa bilo dobro, da ti ja postavim? Po moje ne. Mislim, vprašanje bi lahko imel še po moje 100, se vidiš, da ko začnem, ne morem nehati. Ne? Bi lahko še dosti govorila. Ja, absolutno. Ne. Je kakšna ena navada ali pa več navad, ki si jo spremenil, odkar dnevno uporabljaš umetno inteligenco? Ja, manj hodim na fitness, to ni dobra navada. Ne. Ja. Predvsem se pravim, zadnjega pol leta sem kakšen dan tudi po 12 ur noter, no? Tako da ni, če vas res ko potegne ka mene, no, mene žena malo potegne pol nazaj, no, tako da hvala Bogu, no, ker drugače bi po moje še 24 ur na dan delal, no. Ni okej, ne. Me pa je res naučila ene navade, oziroma mi jo je izboljšalo. Jaz nisem nikoli bil znan kot blazno potrpežljiv človek, ne. Zdaj me pa uči potrpežljivosti, ne. Ker da bi zabrisal kakšen računalnik po tleh je predrago, ne? Telefon isto, ne? In pač moram počakati, da naredim, da ga 10-krat, 20-krat, 30-krat popravim, da pridem do cilja. Ne? In se naučiš potrpežljivosti. Tako da ja, potrpežljivost. Čakaj, sam hočem potrpežljivosti, ma to je bistveno hitreje, kot bi to ne 5 let, 1 leto nazaj delo. Torej, ja, res je. Torej, to bi rabo ne vem koliko ljudi lahko, pa raziskav. Torej, je bistveno hitreje, ma ti si želiš, da bi bilo še hitrejše. Ja, absolutno. Ne, pa tudi, veš, mislim, če tako gledam, ne, sem se tudi navadil delati, ne, mogoče še en hint za vse, ne, ki poslušajo. Zelo fino si je pred začetkom projekta vzeti uro, 2 ali pa 3, če je treba, zato da naredite dober plan. Ne? Ker ko boste imeli dober plan narejen, bo na koncu bistveno manj napak. Ne? Ker tiste napake se potem lahko pretvorijo v teden, 2, 3 ali celo mesec dni popravljanja. Ampak tudi, če začneš iz nule brez plana, je ta mesec, 2, 3 še vedno manj, kot če bi šel ročno programirati, pa bi delal to pol leta, leto, 2, 3. Ne? Tako da še vedno je absolutno hitrejš. Ne? Bravo. Ja. Kje te lahko ljudje najdejo, če bi radi v podjetje, ti delaš večinoma z velikimi podjetji, uvedli? Klemen.ai. Klemen.ai. Tako. Odlično. Je kakšen nasvet za konec, ki bi ga dal vsem, ki naj jo poslušajo, gledajo? Mogoče, če zdaj navežem se kar skup, pa pozamem vse, o čemer sva danes govorila. Ne? Varno uporablja tehnologijo, ne samo umetno inteligenco, tudi humanoidne robote, ki bojo prišli in vse ostalo. Ne? Vsaj za enkrat se ni treba bati, ne? Razen če si boste namestili open cloud, pa mu rekli zbriš ves moj računalnik, ker vam ga bo dejansko zbrisal, ne tega početi. Ne? Boje pa prišle v spredje, spet bom rekel, če se spet vrnem nazaj na Maslova, ne? Druge veščine. Jaz mislim, da tudi hipnoza, o kateri sva prej govorila, bo prišla nazaj, ne? Ker mislim nazaj, se nikoli ni šla nekam, ne? Ampak hipnoza v tem stilu, kot jo ti učiš, no? Ne v tem odrskem stilu, ki ljudje vidijo
Sej tudi razložiš, kako to poteka in tako, ne, če koga zanima na tvojih tečajih. Ne. Nič me ni plačal, Mingrede, ne vem, ki plača me, nič me ni plačal za to, da bomo reklamo delali, ampak je res dobro. No. A Mingrede, nasmejal se za tako, kot v življenju še ne, ker sem bil pri njemu, da sem res plačal iti. Ampak, ne, če mislimo to odrsko hipnozo, se mi zdi, da veliko nam lahko spet da. Ne. Se pravi, ni čarobna palčka, čisto za vse, logično ni, ne. Ampak s tem, ko že to, da ugotoviš, da je zavest ločena od podzavesti in kako lahko vplivaš na oboje, ne, se da navade spreminjati. In pri spreminjanju navad se mi zdi, da je hipnoza blazno močna. Ne. In ne vem, ker ste že kdaj govorili o teh podcastih, pa še enkrat povem, če mislite, da se ne boste zavedali, kaj vmes počnete, boste se, nič bati. Pridite. No, se to nisem prej rekel, se spomnim, da sem te pozabil popraviti. Ne? Ljudje, ko so v hipnozi, ali pa so hipnotizirani, ali pa sami sebe hipnotizirajo, ne izklopijo možganov, kot pri televiziji, oni so skoncentrirani na to stvar še bolj. To je tukaj neko stanje večjega zavedanja ali pa večje koncentracije. No? Tako da ja. Klemen, bilo mi je včasih veselje. Enako. Hvala, ker si bil moj gost. Ja, hvala, ker sem povabil. Lej, z veseljem še kdaj. Odlično. Hvala lepa. Hvala, ker spremljate ta podcast. Naročite se na naš YouTube kanal. Naročite se na to, da boste prvi obveščeni o naših vsebinah, o naših novih gostih in hkrati s tem, ko se naročite na naš YouTube kanal, nam pomagate, da se lahko dotaknemo še večjega števila ljudi.